Dame in gospodje, dobrodošli v Gartnerjevih intervjujih, kjer je danes z mano zanimiv človek, ne? Popotnik, poslovnež, nekdanji lastnik diskoteke, upokojeni playboy, ki zdaj že nekaj let živi v celibatu, youtuber, influencer, spletni ustvarjalec, strokovnjak za Google in še marsikaj. Dame in gospodje, z mano je eden in edini, za mene očarljivi, čeprav ženske se s tem ne strinjajo, ampak jaz tako pravim, Tomaž Gorec. Tomaž, lepo zdravljen, dobrodošel v mojo družbo, ne? Si se sprostil lepo, naštimo? Ja, veš, da sem se. Okay. Kaj mi je tako vroče? Neko vdajaš, neko spolno energijo mi vdajaš danes čudno in mi je rata vroče. Ne, spolne bolezni. Imel sem genitalni herpes pred leti, sam se je saniral, Kaj sploh je tu, jaz ne vem, kaj je to. Ti bom povedal v intervjuju. No? Tomaž, predno začneva in greva na te freudovske teme, ne? Ja. Zakaj za kurac si ti mene na Facebooku zablokiral? Zato, ker smo žalil. Kaj? Ja, žalil si me. Kaj sem ti pa rekel, pizda? Ja, Kaj? Žalil si me. Tebe, osebno? Da sem Ja, reči. kleni, konzervativc, ki se je razburjal zaradi otvoritev olimpijskih iger. Pa čakaj, da si... Ni bilo čisto mame, ampak meni gre to na živce. Ampak jaz, tep nisem rekel, da si... Pa se to je, ni to kompliment. Kleni konzervativc. Jaz srečen, da ste vsi iz Celja. Da smo kaj? Pedri, sem vsak v Celju užalil. Ampak čakaj, kleni konzervativc ti si. Sem, ja. Ja, no, zakaj to želite, to je kompliment. Ne, ampak si se norca delal, da smo mi konzervativci, da smo malo hecni, da nas je cajt povozil. In to te je, to te je prizadelo, kaj? Sem teh imuk, sem v poln kurac tistih otvoritev. Pa si se pa na mene spravil, ker si bil vseh poln kurac, ne? Ja, pa ti si bil najbolj zagovornik vsega tega in... Zakaj pa nisi blokiral na Instagramu pa na TikToku? Zakaj smo samo na Facebooku? Zato, ker me pol jeza malo minil. Zdaj si me namreč odblokiral, ne? Ja. Nismo pa prijatelja še vedno, ne, na Facebooku, ne? Kako? Nisi mi poslal prošnje. Če zablokiraš, pol so prijateljstvo? Seveda. Ja, to pa nisem. Ti pa tudi nisi hotel iz principa me zaprositi. Jaz čakam, da me boš dal prošnjo, da te potrdim. Bom dal, ko se telefon napolne. Ok, zmenjeno. Tomaž, najbolj aktualna stvar, ta hip, ne, ki jo moramo omeniti, tudi prinesel si mi tole knjigico, se pravi Tomaž Gorec, vse se da, če se hoče, torej tvoja najnovejša knjiga, kjer si zdaj postal tudi uradno pisatelj. Pisal si že strokovne knjige, ne, glede Googla, iskanja na internetu in tako, ampak zdaj si prav napisal avtobiografski roman, ne, jaz ga še žal nisem prebral, ker si mi ga zdaj šele prinesel, ne. Ampak te vprašam zdaj, ne, kaj je bil moj prvi pomislek, ko sem to knjigo v roke prijel, ne. A zdaj lahko vsak kurac, ko ima 5 minut časa, napiše avtobiografijo in misli, da bo to folk kupoval. Kje smo tu? Si tako znan pa popularen, da si lahko dovoliš avtobiografijo? A sem se zmotil o tebi? Ti veš kako, glede na to, da sem vse sam financiral, ne, zakaj se ne bi smo dovolj, ne. V Sloveniji veliko stvari financira država, se pravi davkoplačevalci, pa so res neke neumnosti, ki jih financiramo, tako da mislim, da tle nima nobenih pomislekov. In zakaj ne bi napisal, če sam financiram, ne? Drugače se pa moram pohvaliti, gre prodaja. No, to zelo dober. Kaj pomeni zelo dober? Mislim, zelo dober. Zdaj, kukor za kjer ga le, jaz sem zadovoljen. Lej, po mojem sem nočem sodelavko vsak dan sprašati, koliko je prodani. Ja, cca. Ampak bi rekel cca 450. To pa ni slabo, veš? To pa ni slabo. S tem, da knjižnice nismo skoraj še nič prodali, ker nisem ponujal. Pizda. Ne, tako da... Ne, mislim, da je kar dobro. No. Torej si naredil pravo potezo, ne? In si mi dokazal, da se jaz motim. Ne? Da si vreden knjige, ne? Mislim vreden. Sem to že večkrat rekel, da vsak človek ima zgodbo za knjigo. Ja, no. Ne, tako da skoraj vsak ima neke zgodbe zanimive. Lej, zdaj sem se z enim prijateljem, sva se dubla
In mi je sam zgodbo povedal, zanimivo, ker smo se malo pogovarjali o današnji mladini. In mi je on povedal, bil je z enih hribov, je bil doma, bolj revščina doma. In star je tukaj jaz, in se pravi, ki je osnovno šolo hodil, to je 40 do 45 let nazaj. Seveda je nekam hodil v šolo, seveda ga je avtobus pripeljal in je bil sneg. In je šofer 10 km pred domom rekel, sneg je, ne morem iti, in ga je dol dal, ampak človek je imel gips na nogi, dotlele gips. In je mogel 10 km po snegu in s takim gipsom domov, ne. In je rekel, ne, če bi se danes to naredilo, ne, bi po vseh cajtangih to pisalo, da so otroka ven vrgli, in tako naprej, ne. Ampak gledaj, tudi on ima zanimive, no, njega jaz poznam. Razumem, on je iz ene revščine zelo uspel in sigurno ima zgodbo za knjigo in ne vem, skoraj vsak jo ima. Vidensko, ne? Še največ ima pa tisti, ki so največ težkega pretrpeli. Vsaka ženska, ki je bila nekaj zlorabljena, lahko knjigo napiše. In pisanje knjige je tudi neke vrste terapija, neko inventuro si narediš za nazaj, za naprej, malo razmisliš, kaj boš, kako. Jaz sem dostikrat rekel in še zmeraj pri tem stojim, knjigo bi se mi splačalo napisati, tudi če ne bi niti ene prodal. Tomaž, ta tagline na naslovki knjige je, to je knjiga, nad katero se boste mogoče zgražali, ampak iz nje se boste veliko naučili. Zdaj, česa je več, zgražanja ali naukov? Kaj pravijo bralci? Česa je bilo več, bruhanja ali tega, da so rekli, bravo, tole je pa life lesson, to si pa dobro naredil. Se moram pohvaliti, da sem dobil preko 50 pohval takih, zelo dobrih pohval. In kljub temu, da če si malo nasloveš očes, da so tudi kakšne take stvari, sem jih naredil, na katere nisem najbolj ponosen. Rečemo, da sem enkrat svojo punco pretepil. To te vprašal pol, ja. To imaš pol vprašal. To so freudovske teme, to moramo pol, ja. No, in zanimivo, da mi noben to ni zameril. Mogoče tako lepo napisal. Ne lepo, pa zato, ker sem priznal, ne. Do zdaj sem dobil samo eno grajo. Eno grajo. Ja, in to od ene ženske, ki sem tudi video na YouTube objavil. Ja. Iz tistega, kar mi je ona pisala, se je bolj videti, ki je neka strokovnjakinja za knjigo in jaz bolj vidim navučljivo, en Tomaž Gorec, tamle iz Treban ga je napisal knjigo, ona, ki je pa strokovnjakinja za knjigo, jo pa ni. In zmotilo je pa predvsem te pohvale, ki so mi jih ljudje pošiljali, sem seveda jih nekaj ne vse vprašal, ali lahko objavim na socialnih omrežjih, pa so večinoma rekli, da ja, eni z imenom, eni brez. In jo je tu zmotilo, ko sem to objavljal. Ampak da mi povej, to, ko te včasih gledam, te tvoje reakcije na razne komentarje in to, iskreno mi zdaj povej, ti narediš te reakcije, videe in tako naprej, ker veš, da bo dober content, da boš dobil oglede, ali ker te to res prizadane, pa moraš odgovoriti, ali ker se delaš norca iz teh ljudi, ki to napiše, ker včasih odreagiraš tako, kot da te to ful se dotakne, kot da te ful prizadel, kot da ti ni vse, kot da to moraš razčistiti, ali drugače potihem doma rečeš, tole me snarijo, pa bo ful ogledal, to moram dati gor. Iskreno. Ja, seveda iskreno. Mislim, iskren, moram biti do svojih sledilcev iskren. Pošteno. Jaz ne čutim nobene potrebe, da bi se z nekim bedakem pregovarjal, da moram jaz prav imeti. Jaz pač te negativne komentarje za content izkoristim. Vse to, evo. Tako da se ti si dosti pameten, to si poštekal velikih, ne pošteka, Mogoče nisem glih najbolj vesel, da si me tu vprašal, zato, ker bojo zdaj eni nehali komentarje pisati, ampak ljudje imajo spomin na te zlate ribice, tako da bojo tu hitro pozabili in bojo spet pisali, pa novi bojo prišli, ki bojo negativne komentarje pisali, tako da nimam problema, mislim, bojo, se ne bojim, da jih ne bo, tako da, mislim, če bi me pa to prizadelo,
pa sem pa res v kurcu. No. Pa bolj zanehaš, ja. Pa, lej, mislim, toliko pohval dobim, da je res nemogoče, da me te komentarji prizadenejo. Moram pa priznati, da me pa vsaka pohvala me pa dvigne. No, to je super. Če pa zelo nesramen komentar, tak, zelo nesramen, tega se pa tudi ful razveselim, ker se rečem, wow, kaj bom dober odgovor naredil. Tomaž, no, zdaj pa razčisma zdaj, glede žensk razčisma zdaj nekaj. Dajmo, ajde. Pred časom, ko smo se dobila na zadnje, pa ko smo se tudi privat dobila na kakšni kavi, ko me še nisi zablokirala, smo govorili dosti o ženskah, ne, in tako naprej. In jaz namreč ne poznam primera iz svoje dolge zgodovine prijateljev in tako naprej, nekoga, ki bi bil pred leti, ne vem, ženskar, ne, se pravi jebač, po domače rečeno, človek, ki naj bi imel, tako kot saj trdiš, ne, ogromno žensk, takšnih in drugačnih, si bil zaželen kot lastnik diskoteke, razumeš, kot uspešen poslovnež, no vse zadnje, tudi zdaj, kot si, če gledaš, zdaj si dejansko spletna zvezda postal, ne, to moramo priznati. Ne. No, in dejansko iz tega, da si bil zaželen, da si hodil na zmenke, da si seksal, da si jih menjaval, da si iz tega šel v celibat in postal menih. Ne? Torej človek, ki se je povezal, ne vem, ali z Bogom, ali s kom, ali z masturbacijo samo, ti ne samo, da se ne zaljubiš, ti tudi seksaš, neko gre zvem. Ne? In dajmo razčistiti, zdaj mi dva to, kako je mogoče, da se je zgodil tak hud preobrat, ne? Kaj je botrovalo temu in ali misliš to kdaj spremeniti in znova postati zdrav, kleni moški, ki bo ženske imel tudi za seks in ljubezen in tako naprej. Izvolim. Od začetka, ali kako hočem, ne vem, kje naj začnem s tako vprašanjem dal, ne. Ja. Ampak bil sem tukaj, si ti rekel, jebač. Se ti vidi, ne se ti vidi, po očeh se ti vidi. Če se vidi, bil sem, ampak moram povedati, zakaj sem bil. Bil sem zato, ker sem bil prej tukaj ranjen od žensk, ki jaz, če bi me prva marala, da me ne bi pustila, bi verjetno to prvo poročil mu otroke. Se pravi, maščevanje je bilo to potem nad ženskim spolom, kaj? Ja, verjetno. Ti si mene zjebala, jaz bom pa jebo zdaj druge. Sigurno. Pa meni sem ta prva, ne, čeprav jo nič ne krvim, pač jaz sem se tukaj zaljubil, ker se zaljubiš, rataš drugačen in običajno nezanimiv za ženske. Ne? In to je bilo točno, ker zanimivo je bilo, da je ona name pritisnila, ona interes pokazala, jaz sem se nekako pol to zmigal, da sem se več star. 18. Ok, ona pa koliko? Ona pa let mlajša. Aha, ok. No, in jaz sem rekel, to bo poroka in nikoli več nobene druge ne pogledam. In bi tako bilo, siguren. No, pol me pa pustila in pol me pustila. Jaz sem bil tukaj v kurcu, da sem mogel zvečer pri 18 pa pol takrat, ki ga spi, da sem šel lahko spat. Ko nisi Heleks, že takrat našel, da si alkoholik. Nisem vedel, da to obstaja. Heleks pojedel, pa ne bi alkoholik. Ja, ok. Čist gotov. In pol čez en mesec me pa pokliče pa prav, da ne more brez mene, da bi spet začela. Aha, bravo. Jaz skočem kot cucek, ne, da nas bi rekel, ne, tile. Gotovo. Čeprav bi želel, pa bi pol nekako, ampak ne bi takoj kot cucek skočil, ne. Po 14 dneh me pa spet spusti, tako da me je dvakrat zjebala. Mislim, zjebala, to je bilo za me bolečina taka, da ti ne moram povedati. To te čisto razumem, ja. No, potem sem pa še enega, tudi v knjigi to opisujem, enega mentorja dobil iz tam naših krajev, ki, če slučajno gledaš, Janez ne zamer, ni bil ravno lepotec, ampak on je znal ženskam, on bi mogel 10 knjig o tem napisati. Bravo. Jaz sem jih tudi na račun njega veš koliko dobil, ker jaz njemu v lokalu nisem nikoli 5 minut sam sedel, on je vsako, ki je prišlo govoril in je znal to na tak simpatičen, nevsiljivi način, to so zmeraj bile in on je spoznaval, jaz sem pa pol, jaz sem bil mogoče za spoznavanje malo slabši, pol sem pa znal naložiti. No in pol jaz enkrat njemu pojamram, sem rekel, ti
zdaj mu na te prve ne morem preboliti, pa me pustilo, sem rekel, sploh ne vem zakaj. Je rekel, ti samo nekaj se zapomene, bolj kaj jebeš, babe rajte imajo. In jaz sem to, ker sem tudi videl, pri njemu rezultate, sem se tega držal in sem pol videl, da to tako laufa. In sem pol to, bi rekel, harov. Pa koliko si jih obrnil v tem haraškem času? Ja, to pa res ne povem. 1 do 300, koliko? Ne, to pa res ne povem. Tromestna številka, kaj? To sem pa že enkrat povedal, da je, tako da je. Da je, bravo, respekt. Ja, nisem respekt, na koncu sem brez uspostov. Na to pridemo zdaj, na te travme zdaj pridemo. Nimam nič v srž te travme zdaj prihajamo. Je tisti bolj frajer, ki je eno dobo, pa ima normalne otroke, z njo pa normalen odnos, pa tako naprej, če sem čist iskren. No, potem se mi je pa naredila neka nezaželena nosečnost za eno, takrat se mi je pol pa to strah prišel, tako da takrat se je pa to zmanjšalo čist. Za analni seks nisi slišal še? Veš kako je, kad te kača pič, se tudi ne slepca, gliste bojiš. Tako da pol tudi pravi, posebej imaš kondom. Jaz tudi kot to nisem zaupal. Enkrat sem tudi upisana ena zgodba, kako je tudi s kondomom se enkrat naredilo, da je vse skratno. Zato ti govorimo o analnem seksu, pusti kondome. Analni seks je edina prava zaščita, to sem ti povedal že. Veš, kako bi, ti povem, kako bi jaz to gruntil, kar se nam ne. Kaj pa, če kaj ven pride, pa se pol morda noter slučajno. Bi zakompliciral še to? Ja, lej, veš. Ok, no in to te je prestrašilo? No, to me je pol čisto prestrašilo, ne. Ja, in, pol pa mal to prestrašilo, mal iz forme prideš ven, seveda starejši, ki si, manj si interesanten. No, dobro, One, ki so zame primerne, so se poročale, in pol ostaneš sam. In se kar dnevi, kar dnevajo. In ti pa lahko še zaupam, ki si glih ti. Ja, hvala. Veš, kaj se mi pa naredil tako? Kaj ti je v sanjah prišlo? Ne. Se mi je pa sanjalo, da sem se poročil in sem se čist v travmah sem se zbudil. To ti pa verjamem, ja. Res. To ti pa verjamem. V glavnem, jaz sem narajš posle s kakšno poročeno dobival, tu je najboljš. So me sicer že obsojali za to, ne pokašen sem, ampak to je v redu. Jaz tle ne vidim problema na meni. Jaz ne vidim. Dokler te mož ne najde, vse ok. Ja, vse ok. To ni problema. Ok, pošteno. V glavnem, sem se pa kakšne pol leta nazaj z ena pogovarjal, tako, poznala so se, pa sem videl, da ona je malo pritisnila, in sem rekel, tole pa bom. In potem se pa srečam z neko znanko, slučajno, živa greva na kofe, greva, in ona prav, vsi ti se poznaš zuna, glih s to, kar sem se rekel, ja, poznam. Prav, a ti je povedala, kakšne pizdare je imela? Sem rekel, ne. Sem rekel, kaj pa? Ja, ne bom povedal. Pa sem rekel, povej zdaj, če si začela. Jaz sem če naš povedal, sem rekel, ne bom. Pa sem tudi, nisem dobro, zdaj tle govorim, ni mogoče lepo, ampak se ne more pripoznati niti približno. Ok. Kak je bilo ime, si rekel? Rekla, dobila vse žive spolne bolezni, kar obstaja. Ne vem, imate. In tu me zdaj pa še čist do konca prestrašilo. Zdaj si se pa še bolj ustrašil. Da zdaj pa zdaj je pa konc. Pa čakaj, zdaj tudi, mislim, si prav celibat si šel načrtno. Ja. Da si v zadnjem seksu. Kjerga leta? Pa je že en cajt. V tem tisočletju? Ajte, rečemo, da je bilo parkrat v tem tisočletju. Da je bilo. Ja, pa ne pogrešaš spolnosti, ženske bližine. Iskreno. Jaz za vsako, ko seksam, ko si seksam, ko si, imam pol več problemov, živčnosti in tako naprej. Kako to misliš? Če drugega ne, jaz žal sem že tu star, jaz nisem ustvarjen za neko vezo, verjetno tudi za vse tega, kar sem doživel. Pusti vezo, govorimo o seksu, pusti vezo. Tako da, mislim, jaz
v vezi ne morem biti, ker sem navajen sam in to ne odgovarja. In ne pol za eno greš in pol drug dan ob 7 zjutraj SMS ali po pol 8 in ne odgovoriš 15 minut in že zakaj mi ne odgovoriš. Jebeno Boga, jaz delam takrat in tudi neči nisem obljubil. No pa ne moreš tako najti, da bi se pa zmenil črno na belem. Tu so poročene najbolj. No. Ja, kjera ti bo pa dala, mislim, da boš ti sem rekel, ti sem v seksu, bi s teboj. Vsaka nekaj malo grunta. No, mislim, če imamo žal. Ja, če imamo žal, je to jasno, zakaj se gre. Poročene imajo pa ne poročene pol ne pošiljajo SMS. No to, zakaj si pa kako tako ne najdeš malo za družbo? Ne vem, mislim, lej, mi je tako čisto okej in jaz eni zadnjih 7 let živim lep življenje in lepo mi je od tistega trenutka, ko si dal čez ženski križ. Ko sem dal čez ženski, ko sem se sprijaznil, da ne bom več iskal ženske za resno. Glej, to te razumem, pošteno, ampak še enkrat te vprašam, govorimo zdaj o intimi, o telesnem stiku, o ženskem telesu, o tem, kar ti to da, tega ne pogrešaš. To toplino. Pusti porniče pa tvojo roko, to ne šteje. Govorimo živo bitje. A si tudi to čisi sklopo, da ne rabiš. Da ko bi to naredil, bi se takoj ustrašil, pa bi mislil, da bo samo stranje z tega nastalo. Lej, moj znanc Roman Vodeb, njega moraš tudi povabiti na intervju, boš mu ful gledano. Ne upa s teboj. Ima 100 razlogov, zakaj ne, v resnici pa ne upa. Pri meni je bil že dvakrat. Ja, pri meni pa ne upa, ko ve, da ne bom sam kimo, ne. Ampak da imaš šla na nož, ne. Ne vem, če bi to verjel, ker je se čisto vsak mu upa imeti. Praši ga pa boš videl, zakaj ne prihmet. Ti bo neki razlagal brez veze, ampak dejstvo je, da v resnici pa ne upa. Gruntam, kako naj ti tole odgovorim, se jaz vem, kakšen je odgovor. Ne vem, kako bi ti odgovoril. Jaz se grem, pa razmišljam. Pa grem pogledati, če se snema, ne? A veš, da bo vse okej, snema se, super, ti pa ta čas razmišljiš, pa poveš, ne? Veš kako? Ja. Kakor sem čedale bil starejši, ne, bi mogel kriterije spuščati. Jih pa celo dvigujem, kar ni prav. Se pravi, to imaš pa spet problem. Ja, in če sem čist iskren, ne, tisto, ki bi jaz rad dobil, ne morem dobiti. Ja. Nisem pa z vsako zadovoljen, tako da smo pol pa tle, ki smo. Pa kjero bi pa, mislim, kjero bi rad dobil? Kaka je ženska, ko bi pa ti iz tega celibata skočil ven? Če bi mi tale zdaj rekla, ne. Gospodična, tamle za šankom. Takoj letu, ne. Bi šel z celibata ven? Ja, zdaj... Gospodična? Bi šla vi na zmenek z gospodom? On 7 let ni imel ženske že. Ja, mogoče čez 7 let, ko bom jaz No, vidiš, čez 7 let. Ko bom že umrl. Bom čakal 7 let. A to se pa zgodi, ne? Ja, to se pa zgodi. A vidiš, tako da priznaj, da imaš malo tukaj iskrenih gostov, ko sem jaz. To je pa res. In zato te spoštujem. Sam si me šokiral zdaj, ne, da si dejansko se odpovedal seksa, predvsem zato, ker bi ti rad seksa zdaj z neko perfekcijo, ne, kar pa veš, da mogoče ne boš zdaj uspel, da ti ne bo ratalo, ali pa se boš mogel res noro potruditi, in si raj rekel, ne bom spustil pa na neko sredino, bom raj brez. Tako daleč si šel. Se ti pravim, vse neke muke prinese. Zakaj si tako zakompliciral življenje na tem področju? Pa veš, kako je še to sem pa že opazil pred 20 letom. In tudi pol sem dosti prebral. Ful več energije imaš, če ne seksaš. No, to je ta neka... In zdaj imam čas, z enim youtuberjem se boksam čez 3 tedne. Tu zdaj ni šans, kakšen seks. Ne, to zdaj brez... Ampak zdaj ne vem, to je ta nova neka mantra, ne? Ne, ni nova mantra, vsi športniki so zmeraj mogli biti v karanteni. Eni ja, eni ne. Enim je to koristilo, enim ni. Eni so seksali pred tekmo, pa so bili čisto okej. Eni pa res ne, ampak hočem reči, ne, jaz imam par prijateljev, pa se z njimi pogovarjam, ne. Eni rečejo, recimo, ko jim pride,
da so odijo cel teden. Ne? Eni pa reče, pa da je stari, pa to mene nabije za energijo, pa jaz bi to, zdaj grem pa la gore premikati. Različni so ljudje, ne? Tako da ta mantra ni verjetno pri vseh enaka. Jaz sem zmeraj, kadar sem se s kakšno rekreacijo ukvarjal, je bilo tu ponovadi tek na dolge proge, sem bil na dolge proge dober in zmanjk energije. Mislim, prej mi je zmanjkal. Kaj pa, če bi raje seksu pa boks primer pustil? Da boks mi kar všeč, veš. Kaj pa, če ti bo razbil nekdo tvoj lepi nos? Ne bo. Veš kako, tudi take čase prihajamo, da je dobro mečkan znati, ne? Ali zamislim si, da pa dobim eno bejbo. In grem tle lepo se sprehajam z njo po Celju in mi tam pride en isto Gartner in za še neki provocirati. In zdaj, kaj da jaz dam glavo v tla, pa grem naprej, me bo pustila. Če te bom pa na gobec, bo pa rekla, prizna, moj pa je car. Čeprav tu ne bo nobena priznala, pravi nasilja, ne maramo pa bravo. Enkrat sem bil, pa ni to tako daleč nazaj, sem bil neka žurka je bila v Dunej, kelnerca lušna katale, in sem je ne 3-krat naročil. Nobenega interesa zame pokazala. Čisto nobenega. Pol so se pa neki fantje med tem drkati začeli. Jaz pa znoro na njih. Imam tudi nastop, jaz to dober, malo naštudiran. Še enega mu sem rekel, ti, Joco, glej, da boš zapriča na sodišču, ker enemu bom nos zlomil, eno čelust. Znoro, tako da so sam spizdali. V tistem trenutku imam občutek, da se kelnerca zaljubila vame. Lepa dekleta ljubijo barabe. Roke prijemala, pa pa tret, čist drugač je bilo. Razen, če bi se me ustrašila tukaj, da bi bila pol parijavna bolj, ampak to je bilo. Mislim, to drži. Se tudi, ko sem v diskoteko. Tisti, ki so se petelinili pa pretepali, tisti so zmeraj imeli žensko, kar si hotel. Vsaj tisto noč, ne. Ti, Tomaž, ampak kaj pa recimo namreč si tudi, ko sem prej omenila, znan kot velik popotnik, ne, zdaj sicer si začel marsikaj druga tudi delati, ampak v tvoji osnovi noter so da ljudje dosti dobro poznali po teh tvojih potovanjih, ki si jih naredil tudi zelo ljudsko, si potoval, to bomo tudi malo debatirala, ampak zanima me te punce, ko so šle včasih s teboj, recimo na te poti, pa so bile s tabo, ne vem, teden, 2, 3, 4, tudi tam se ni nič zgodilo. Ker sem iskren, kje se je večinoma Opala, s kjero? Kjero si to pa nam povedal. Tjašo, ne bo šla nobena, ne, s Tjašo nimam. Ne me zdaj od nobene več sprašovati, ker ne bom nič vrtoval. Kar si rekel? Ne, Tjašo nič. Ni hotla, kaj? Ti nisi hotla? Ne, s Tjašo so pa mava pa tukaj dober odnos, ne, tu domen je ful ured, jaz teh glasbenikov je veliko takih prepotentnih nakladačev, pa tu, on je eden najbolj normalnih, kar jih poznam. Pa ne smeš biti vrti. Ne, pa dobro se razumemo, pomagamo drug drugem, sodelujemo na vse načine. Pa kjero si pa? Enkrat sem, da ti še nekaj povem. Ne, povej, kjero si v teh, ko si šel zdaj. Ne, da ti bori tudi domno nekaj povem. Ja, ok. Pust domno zdaj, mislim, kjero si? Nekaj smo ene apartmaje kupovali in sem čakal kredit in sem bil v skrbeh, če ga nam ta prav caj dubu, če ga nam ta prav caj dubu, bo pala v vodo. Jaz tu domno pojambram, prav koliko porabaš te sposodem? Pisal, da bi šlo, ponudil, da mi bo denar posodil vsej. Jaz bi prej bratu šel, ne? Ja, razumem, ampak vrhunska gesta. Vrhunska gesta. In da malo ljudi ima take ljudi, da bi se to naredilo. Drži. Tako da, kdo prav, vse te noben ne mara. Jaz imam okoli sebe nekaj ljudi takih, drugi nimajo. In če na drugega sem na to ponosen. In imam več kot 10 ljudi, ki jih lahko kadarkoli za kafe pokličem. Pa ne, da bo šli neki hinavsko z menoj, zato ker ne si bi šel tudi sam na kafe z menoj, zato ker sem večkrat znam. Pa to ne, imam... Iskreno, razumem. Ja, tako da... No, pa da mi povej, kjero si? Veš, da ti ne bom povedal. Kaj blond, temno? Ne bi vedel, malo sem že star, pa mi spomin mačken pozabljam. Kako si rekel, da je bilo ime? Ne vem, se pravi, star sem pa pozabljam stvari. Ampak to mi je všeč, pa da si, to mi je pa všeč. Respekt.
Bravo, sem se ustrašil za tebe. Tomaž, noči smo Čeprav veš, to so lahko fej zakomplicirali. Zato pa ne bo ti. Celo za eno so se Lega, skregala, zato so se skregala, ker so se zaplela. Če se ne bi zaplela, skregala. Malo na potovanju je bilo malo tiste napetosti, ker pol te že vse mot. Večkrat čustva zaigrajo, pa tako naprej. Ker jaz vem, kje si jaz. Ne, prosim, nobenega imena več. Gremo staviti, da vem. Ti zdaj provociraš in boš eno ven vrgu. Gremo staviti, da vem. In jaz ti že naprej povem, da če boš ime kašen, jaz bom tih karkoli, ker ne ti boš zdaj 5 vrgu ven, pa misliš, da bom enkrat nekaj nasul, pa nekaj. Ok, bom ti. Tomaž, če se ostamaš manj pri teh tvojih veličastnih potovanjih, ti si bil ljudem strašno všeč zato, ker si ljudski popotnik. Poveš tudi te svoje strahove, svoje slabosti, nisi sam velik frajer, ki po celem svetu hodi, ampak če bi zbral mogoče eno izmed teh potovanj, ki ti je pa najbolj ostalo v spominu, pa zakaj, pa kontra vprašanje, kjer je bilo najbolj bedno, pa zakaj? Bedno? Ja, da si rekel, mater, kaj je bilo meni tega treba? No, je bilo ta prvo potovanje, prvo moje samostojno potovanje. Z bratom so šli, sem bil star 19 let, brat 16, in doma smo se zlagala, da greva v Grčijo, slašva po Turčijo, celo še v Irak so hoteli. Ampak to moš vedeti, to je bilo leta 89, to ni bila Turčija, tako kot zdaj. Tismo, ko sem rekel, ko sem povedal, da gremo v Turčijo, ti noš nikoli več nazaj prišel, seveda. Nič hudega ni bilo v Turčiji, samo ljudje so tako gledali na to. In seveda, veš kako, jaz za potovanje rečem, da potovanje so kot smučanje, ko začneš, je čist brez veze, ker ne znaš. Učiš se, zajebavaš, težko, ful. Ko pa znaš, je pa lušno. In isto je s potovanjem. In jaz ta moje prvo potovanje, ko sem šel brez izkušenj, predstavljaš si zadeve malo drugače. Največji problem je pa bil, da je bilo to pol leta potem, ko me je prva punca pustila. In takrat bi ti mene na najlepši kraj na svetu lahko pelal, pa mi najbrž ne bi bil interesant. Tako da ta je bil pa grozen. In najbrž edini, ki imam neke slabe izkušnje. Ampak sem zato, ker nisem še bil navajen, ker se nisem znajdel. Čeprav moram pa tudi popravič povedati, da sem mu dolg cajta domotožen na potovanjih. Bom rekel, popolnoma sem ga zgubil šele slabih 10 let nazaj. Zdaj imam tako, ne vem, ko sem šel z avtom do Gruzije, je bil plan, da grem za 3 tedne, sem podaljšal na 25 dni, rečemo, ne za 4, pa bi še, če ne bi zaradi službe mogel, pa tudi tako, da zdaj sem prišel da raj zmerem dlje kamen, čeprav več kot mesec še nisem šel na potovanje, tako da niti ne vem, kako je to več, ampak nimam nobenega domotožja, takrat pa in vsak, ki gre prvič potovati, ima po mojem neko domotožje. No, kjer je bilo pa to, ko sem ti prej vprašal, kjer je bilo pa top of the top? Ko si rekel, to je bilo pa res, pa zakaj ti je recimo ostalo v spominu, kaj se je zgodilo, da ti je bilo tako krasno? Jaz sem zdaj nad potovanji toliko navdušen, ko sem bil nad ženskem, ko sem bil mlad v njih najboljših letih, ko veš, ko je petek prišel, ko si bil že v četrtek vesel, da všel ven, in mene zdaj, kamor me daš, mi je top. Je top. Mi je top in ti ne morem povedati, ti ne bi bilo. Ti ne morem povedati, koliko mi je posod dober, res tako uživam in si na potovanjih večkrat rečem, Madonna, kaj je meni lušno. In to resno mislim, tu nisem mislim unih, ki govorijo, kako je življenje lepo, pa tret pa lažejo sebe in druge. Če sem v kurcu, povem, da sem v kurcu. Tako da jaz zdaj, veš, ker imam že tukaj, sem tu že zverziran, jaz posod, kamer me boš dal nekaj lepega, vidim. Jaz se tudi, kako to lepo posnameš, pa nam poveš, pa nam poročaš, to si pa z zanimanjem gledajo, spremljajo. Vse se tudi najbrž iz videa vidi, da sem navdušen. Da res uživaš. Po moje je to dobro, vsi ti, ki potujejo, ampak ti imaš ta, za razliko od drugih, imaš ta, tako sem rekel, ta ljudski
ljudski moment in s tem mislim, da si ti pri ljudeh zmagal, s tem mislim, da si ti se ljudem priljubil. Ne? Ampak če te vprašam še potem naprej, ne? Se ti ne zdi, da je pa potem škoda, da si pa izven teh potovanj začel pa delati ne vem, te neke drame, pa neke izpovedi, pa reakcije na komentarje, da nisi ostal zgolj ta popotnik. Zakaj si rabo izven tega še to? Zato, ker sem to. In Hočeš to me vse. veliko. Ja. Ne, to so jaz tudi. Jaz sem vedno hotel svojo zgodbo napisati v knjigo. Dobro, knjiga super, nič narobe. Ja. Ampak zakaj recimo nisi Naprimer, popotnik? kakšne drame, mislim, Pa drame. to, ko ne vem, Ker mi en komentar govoriš, pa komentar, pa to, pa uno. Zakaj pa ne bi? Pa pol Moje cel kup- izkušnje Ampak lahko recimo, lej, pomoč. cel kup negative, pa tam fašeš pri potovanjih, so te imeli pa vsi radi. Ne? Zakaj si šel v to dramo? No? Ampak, To mislim. da bom zdaj jaz gledal, kdo bo mene morat, pa kdo Ja. ne. Ma tako malo boli kurac. Ker to pol, tako to s časoma vidiš, ne. Ja. Vidiš, kakšne budale te hejtajo. Ker ga vidiš pol pri drugih tudi, Ja. hejta neke druge, ki so najbolj uludni, nikoli se nič ne razburja. In pokaj tudi kdaj si vzamem čas, pa koga malo razmišljam. Vem, sem Se rečeš, ja. a me tukaj malo boli, kurac, če samo nasmeješ se lahko. Sam recimo, In name ta negativa Ja. čisto nič slabega ne Nič. deluje. Ampak rabiš to, mislim, še ta dodatek zraven, da še to Ti- delaš, da delaš pizdarije. Pizdarije. Lej, Ja. Jaz nisem lepa pa mlada punca, da se Ja. sam pred kamero postavim, pa me bojo ljudje gledali. In s tem malo zadevo popestrim Ja. in je tudi Okej. meni zanimiva. Okay. In me je tudi, mene je zmeraj psihologija zanimala in me tudi iz te strani vse skupaj malo zanima in meni je to čisto dobro. Okay. Tako da, Okay. da bi zdaj jaz nekaj ne delal, zato ker bi se bal negativnih komentarjev. Ma tu bi bilo me sram pred samim seboj. Okay. No, in če zaključimo ta potovalni del najnega pogovora, kam še želiš iti, pa še nisi šel. Jo, tega je še toliko. Ampak recimo prve 3, da bi pa rekel, tole pa moram iti, dokler sem še fit. Mislim, tega je toliko, da ne vem, kje bi začel. Ja. Ne? Kam te vleče? Kam te vleče? Lej, mislim, to je ful držav. Ja. Brat, vse je videl, kaj? Zambija, Kitajska, Južna Amerika, kar še nisem, tudi kar že sem, Peru bi še videl, Ja. pa Ekvador bi še videl. Prav, da sem take bi šel. že bil. Največja želja mi je, pa tudi že nekaj v glavi imam, da bi svet z avtom prepotoval, ker to neizmerno uživam. In začetek bi bilo mogoče, da grem od tukaj, se pravi iz Trebnjega do Balija. Z avtom. To bi bilo zame, jaz vsak dan, ko se zbudim, bi rekel, pa nobenemu na tem svetu ni tako lepo kot meni. Ja. No, pa tudi pol v Afriko, ker tudi zdaj sem bil v Namibiji letos in sem srečal te ljudje, ki so prišli s francoskim, nizozemskim tablicam dol, se pravi, verjetno niso avto na trajekt dal, pa ga dol pelali, nekega je pol boljš najet, ne. Tako da, to sem rekel, Madonna, če mi to kdaj rata. Pa jaz imam to srečo na dohvatu ruke, bi se reklo, ker to tudi finančno ni noben hud strošek, tle čez Azijo je. Evo, da te vprašam, kaj misliš, ker sem šel tole do Gruzije za 25 dni, nekih 9700-9800 km sem naredil. Kaj misliš, koliko me koštalo? To smo se že enkrat pogovarjali, ko sem te vprašal, odkot ti denar, ne? Zato pa si rekel, da bom šokiran, da se znaš tu zelo dobro znajti. 1200 evrov je stalo. Vse skupaj. Vse skupaj, ne, se pravi. Ja. Jaz bi kje, pol naprej so še države, ki so še bistveno cenejše kot Turčija pa Gruzija. Ne. Tudi Iran ima bencin, tu sem že bil enkrat pred 15 letem, je bila cena benzina 8 centov, nafta pa 1 cent. Da ne rabi človek toliko denarja dejansko, da gre. Pa če noče, pa če hotelo Hilton spati, ne? Ja, no, zdaj grem na Azore, glih prej sem prišel, sem iz eno sopotnico, kot tudi gre zraven, pa še en sopotnik, da noš predskaj narobe zastopiti. Sedaj greš v troje, vse si modern moški, ne? Ne, si mi zameril, ko sem ti rekel, da sem konzervativ. Rekel si mi, da si konzervativ, si me zablokiral, da se pa odloči, kva si zdaj.
Da se pa odloči. Ne, ampak ti si se s konzervativcem do norce delal. Si nisi rekel, Tomaž Gorce, ti si rekel, kleni konzervativ. Ti si bil prizadet za v imenu vseh, si se ti oglasil, da si me blokiral v imenu vseh. Nisem samo tebe, takrat samo trenutek sem jih kar nekaj. Ok. Pošten. Trije grete v glavu. In če bi kjerga tam na ulici srečal, da bi ga kar mečkam za ušesa. Bi ga za ušesa. Se pravi, zagrete trije, si rekel, kaj. Se boste malo menjavali? Trije gremo, ja. Ja, se boste menjavali? Ne. Rezervirali smo hotel. Aha. In veš, da je čakaj koliko za 8 nočitev, 200 evrov na osebo je prišlo za 8 nočitev, zdaj pa začnemo kupiti 25 evrov. To res niso drage zgodbe. Skoraj cenejško v Bosni. Pa to je Portugalska. Zanimivo. Ne? Tako da... Ti, to sem te hotel vprašati, da ne pozabim, no? Se ti ne zdi, da vsa ta tvoja potovanja, ki se jih greš, da bežiš pred nečim skozi? Lej, to je že veliko ljudi mi reklo, tudi če bežim, pač bežim, to je tako, kot mi rečejo. Si gotovo, pri čem bežiš? Ne, po mojem, da ne. Veliko mi jih reče, da to za YouTube snemam, zato, ker nisem v pozornosti kot otrok. Ampak če je to, meni je to fino delati. In jaz bom to delal, po mojem, še zelo dolg cajt. Čeprav se veš, da ni glih v tem, meni je to lušno delati. Vse pa kaj naučimo, koga spoznamo in tako naprej. Če bežim pred kom? Po mojem, da ne. Po mojem, da ne. Sicer rad tudi zmerno domov pridem, Zone Šaruga je rekel, naš največji... S tem si bil v Namibiji. Ja, je rekel, najlepši del potovanja je vrnitev domov. Nekako približno se tu strinjam. Jaz nisem ki bi šel pa za 2 let nekam. Mislim, glej, domov moraš priti. To je še zmeram, da sem odrastel, imam prijatelje in tako naprej. Navezan sem na starše, na vse. Tako da, to ni, ampak lej, jaz sem že, to sem tudi v knjigu pisal, jaz sem že kot otrok bral Jamesa Cooka, veš, da je bil James Cook. Ja, ta veliki raziskovalec. In ko sem si te knjige bral, veš, koliko sem bil jaz razočaran, ker sem jaz hotel biti neki James Cook in sem rekel, pizda, že vse so odkrili, nič novega ni več za odkriti. In jaz sem to eno žilco za odkrivanje mu zgleda že odzmeram. In lej, spomnil sem se zdaj, tudi meni kdo reče, ker imam ful dela, ful problemov, prav pustil se skupaj kurac pa pet na potovanje. Ne, jaz nikoli ne grem v takem primeru. Jaz najprej rešim zadeve. Ti si poslovnež, ne, drugače. Potem pa grem. Doma, ja. Ker tega živiš, ne, predvidevam. V čem se živiš, no? Ja, od tega, od firme, od kaj dela ta digitalni marketing. Najbolj smo za SEO, to, ko sem do tega napisal in tako naprej. Biti vidni, ne? Ja, kako do prvih mest. Ja. No, in kje sem zdaj že, sem zdaj malo dol. Aha, no, tam razočaran, da nam James Cook, to tretjo sem povedal. Aha, no, jaz zmeraj prej stvari uredim in pol grem. Pa greš. Ko sem bil v Indiji, to že 25 let nazaj, s 3 sopotnicam sem šel, tle iz vaših koncev, lušne punce. S 3 sopotnicam. Ja, one so mene seboj, ne, jaz sem rekel, da iščem sopotnike, one so se pojavile, so rekli, dita grejo, pa bi enega vzele zaradi varnosti, vidi, so že takrat vedeli. Ja, veže. So pa punce tle iz Celja. Bravo. Z Vojnika so super sopotnice. Žive? So mlajši od mene, bili takrat kašen ledve, jaz mislim, da so, ne, tako da zelo dobra izkušnja. No, mi pridemo v hotel, prvi dan v New Delhiju in pridejo, vi ste Slovenci, in bil Slovenc. To je že toliko nazaj, da lahko povem. Ta fant je pol povedal, ma ne bom šel čisto v detalje, bom sam bolj povedal. On je imel en hud problem doma. Celo staršem se čist skregal, celo fizičnega obračunavanja je bilo, pa je šel po Indijo. Mislim, to jaz ne bi naredil. Ja. Tu je mogoče, da bežiš. Pa res ti je pa očitno res ne bežiš. Jaz pa kaj, da se mi smeje, da se mi non-stop smeje, ker sem tam. Ja.
ne vem, zakaj bi bežal. To je tako, kot bi rekel, da sem v diskoteke bežal. Razumem, ja. Nisem, ker mi je bilo tako fino, da... No, pa če si že starše omenil, recimo, ne, vem, da doskrat v svoji mami govoriš zelo lepo, zelo spoštljivo, ne, ampak ona je kaj razočarana, da nima vnukov, da nima žene, da se tu nisi ustalil, da to javno razlagaš, to kaj gleda, spremlja, ti reče pa Tomaž, pa kam je tega, pa v grob me pospravil, pa kaj si to razlagaš, ali te podpira, je navdušena, kje smo tu? Ti na začetku, ko so ji kolegice omenile, da me gledajo na YouTubeu, je ona to kot negativno vzela, mama, ne. Kaj moraš se tu snemati? Ampak ne, vsi so me zmeraj pohvalile, po mojem, ne. Zdaj pa že malo ponosna. Zdaj, ko si zvezda postala. Kaj pa vnuki, žena, to, kaj ti pa to reče? Ja, mama sicer ne misli tako, kot prav, prav, da je vesela, da nisem nobene dobu, ker bi bila vsaka boga, ki bi mogla biti z menoj. Ampak v resnici, po mojem, ne misli čisto tako, ker jaz sem le mamin sinček, ima mama zelo rada, tako da po mojem, vse to malo tolaž. To si srce, si zelo mazir, ne? Ma sej, brat ima dva sina in... Ja. To. Še kaj, nisem odgovoril. Razmišljaj, da sem te opozoval, kako si razlagal to, ne? Sem te gledal v oči, ne? Ja. Vem, da z mamo imaš zelo radno, to vem, ne? In kaj pa recimo, ko se kdaj takle usedeta, pa pomenita, pa knjigo, ne vem, prebrala knjigo Leni, ne? Pri teh ta groznih momentih, ne? Mečkam sem jo skrival pred knjigo. Pa kaj ti bi rekel to, ko govoriš teh posilstvih, recimo pretepih, to ve, je to vedla, ali si soočil s tem, to pa kaj pa takrat rekla? A si zamolčal? Moja mama, sem tu zamolčal, ko bom zdaj to... Kaj imaš telefonsko njeno? Posilstvih, ne veš, tako le ti praviš posilstvih, ne, to rečejo, ne, jaz ki rečem, 3 so me obdolžile posilstva, pa kar vam pride, da sem 3 posilil, ne, boš prebral te 3 zgodbe, pa boš... No, kaj pravi mama na to? To ne ve? Ne, mama to ne ve. Veš, da ima moja mama, sicer krasna ženska, ene stvari, pa še ne vem, mogoče tudi celo pozitivna lastnost, ali negativna, ne vem. Ona se kar hitro potolaž, da... Čokolado. Ne, da ni več hudega, kar, ne, tudi če bi jaz, ne vem, pa bi rekel, ne, mama, to ni res, ona bi to kar verjela, ampak ne samo, da bi jaz rekel, kdorkoli, ona ima tak, ona tudi ne buhne, da bi neko slabo novico kdo sporočil, ona bi kar vzela, da je to veliko božko, kar je verjeten, v enih primerih celo zelo pozitivna lastnost. No, zdaj pa poslušajte mene, ne. Spi malo vode zdaj? Ja. Spi malo vode. Lej, mi živimo v času mitu gibanja, cancel kulture, ki je šla v vsako poro naše družbe, tako ali drugače. Nekaj se z njimi strinjam, nekaj se z njimi ne strinjam, ne. Ampak to danes moški, ki naredi nek greh nad žensko, to, ne vem, ne rabi biti posilstvo, lahko, da si jo samo, ne vem, zarit prijel tam, ko ni treba, da si ji dal napačen kompliment, karkoli, te linčajo, razen če si Donald Trump. Si padel v nemilost cele skupine, in tega ne preživiš. Ali si znan, nisi znan, nima veze. Tega danes moški ne preživi. Zdaj pa jaz tebe vprašam, ne. Ti v knjigi not, ne, pa recimo, da to jaz ne grem zdaj brat, da ti govoriš nekim posilstvu, o tem razpravljaš, pojasnjuješ gor dol, kako si preživel v današnjem času ta priznanja, te debate, te dogodke, pa to, da si, ne vem, neko žensko pretepal, ali kaj to razlagaš, ne, kako si v tem času preživel, da ti niso obrnili hrbet in te prebili na križ. Masovno. To mi razloži, ker to je pa unikum. Veš, ko se jaz najbolj čudem, ko ima nekdo neke negativne zadeve, se ga lotijo na spletu in pol ugasne socialna omrežja in se potuhne. Ja, veliko krat se to zgodi, ja. To je najslabša možnost, ki lahko narediš. Najslabša. Dobro, lej, jaz imam tudi srečo, jaz v bistvu nisem nič tako slabega naredil, da bi me bilo mogel srambiti. Ja. Ne, zdaj ti v teh posilstvih govoriš, ne. Lej,
Ti bom ta prvega povedal, kako je bilo. Tudi ostale dva pa lahko v knjigi preberejo, oziroma drugega lahko v knjigi preberejo. Tretjega sem pa pozabil pisati, ga pa vsak, ki mojo knjigo mi lahko piše, pa dobi link, ki sem pa posnel. Ne? In tudi unike knjigo kupijo, imajo še pride do nekih dodatnih vsebin, ki drugi rečemo ne pridejo. Ne? No, kako je bilo to prvo posilstvo? Ampak ti se zavedaš, kaj se mi pogovarjamo, zdaj kako se to grozno čuje, ko to omeni, se zavedaš tega ti? No, ko bom povedal, boste videli, kako je bilo grozno, grozno zame. Ok, povej. Prvo posilstvo je bilo, me je ena obdožila, ker sem bil star, 16 let. Ja, že takrat. Ja, ker se jaz nisem upal punce takole dotakniti. Okay. Bili smo pri Tabornikih na morju in jaz sem bil v šotoru z enim prijateljem. In pred ta zadnji dan so rekli, ta glavni, da bomo nekaj šotorov podarili, zato da bomo imeli drug dan manj dela, ko smo šli domov. In mene so dali k dvema puncam v šotor, noter, da bom pri njih spal. Ja. Sem bil vesel, čeprav mačkan mi je pa bilo narodno, ker sem bil strašno sramežljiv. Takrat si bil še nedolžen, ne? Nedolžen in čist tudi boječ, prestrašen. Masturbiral si že? Ne, sploh nisem vedel, kaj je to. Takrat je bila Samantha Fox popularna. Ne vem, sploh nisem vedel. Ok, pošteno. No, in sred belega dneva jaz pridem v šotor, noter hunem puncem, prinesem tist, ne vem, kaj sem ruzak, ali sem kažno torbo, ne vem, kaj je bilo, damke in to je bila pojsla, dve so bile skupaj in kao bomo na dveh, skupaj 30 spali in se s tem, zato, ker mi je bilo narodno, se uležem in se delam, kot da spim. Ja. Ampak to je bilo sred belega dneva, okoli pa ljudje skozi hodili in tako naprej. In potem gre ena od teh dveh punc ven. Jaz sam z eno ostanem, ampak to je bilo 3 minute. Jaz se delam, da spim, ker nisem v kaj pametnega govoriti in je bilo polažje se mi dela, da spim. Pogre pa še una ven, ta druga, in sem rekel, zdaj se moram pa še 5 minut, moram not biti, pa grem šele pol ven. Ne? In pa čist pri šotoru so stali, družba se pogovarjali in ona reče, posiliti me je hotel. Ej, tu, mislim, koliko sem se jaz grozno počutil, si ne morate to predstavljati. Ja. Je že tako vas prestrašen, sramežljiv. Zdaj pa še ena, ki mi je bila tudi malo všeč, če sem Ja. reče, da se me posilil. Ej, se mi nikoli ni to noben omenil. Pa je verjel, noben ni verjel. Ne vem, ni tudi noben ni tu rekel. Pa zakaj si prav v tej zgodbi sploh govoril, če ni noben nič rekel ti? Zakaj si to belodano? Jaz sem bil pol čist gotov, jaz ko sem v šotora prišel, sem rekel, zdaj me gledajo kot posiljevalca. Potem sem bil še bolj prestrašen za punce. Pri teh tabornikih, ki smo bili, pa smo imeli sem se zmeraj teh srečanj ful veselil, potem si jih nisem več rekel, kako bo ono mogoče spet začelo neko zgodbo o posilstvu. Ja. Mene je to čist traumiralo. No, zanimivo, da ta punca pa še zdaj govori okoli, kako sem bil jaz v nos zaljubljen, ampak pol 10 let kasneje, ko sem v diskoteko in se vse zmišljuje. In ko sem te prišel slišal, sem bil jezen. Zdaj pa vem, da je ona zaljubljena vame. Pa si se soočil z njo, pa je vprašal, zakaj so takrat rekla to? Ma sej tu že pozabila. Sploh ne ve, da je rekla to. Ma to mogoče ni, ker tudi tu sem bil. To je 40 let nazaj. Ampak je vedela, kako travmo je naredila. Ni vedela. Zakaj pa nisi rekel to kdaj, če jo še poznaš? Ne, jo pol tudi ne vidim, ona je tudi pol. Ona je enemu mojemu znancu pred 5 letom govorila. No. Se je vse zmislila, kako sem jo jaz usvajal. In on meni prav, si pa v tole bil zaljubljen, si usvajal. Pa dobro, pustma. Sem rekel, nisem jo, zato ker je nikjer ni bilo, če ne bi jo. Ja, ampak pustma usvajal. Govorim, da bi jo soočil v vsem tem času, zdaj pa ti mene posluži. Kaj pri milem Bogu si ti takrat rekla, pa se zavedaš, kaj je to meni naredil? Ona se ni zavedala, ona je tudi malo pozornost iskala. Ampak ti, da bi sebe spucal, s tem. Ne, se je spolk, pa sem bil star 20 let, ko sem pa mečkal s tem puncem,
bom rekel, ko sem večkrat samozavest dobil, pa tu pa nisem v tu, noben nimam zdaj kakšnih travm, zaradi tega, če zdaj to misliš. Tako da ne, te posilstva so take zelo otročje zadeve. No, kaj pa naslednjo pol, si pa bolj konkretno? Tu se pa ne v knjig prebere, ne moram ti celo knjigo. Se ne smeš, ne, ampak pravim, hočem reči, to se spremljajo, te čudne stvari z ženskami, zato se pa pol si se začel jih bat, ne? Ne, tu nima nobene veze. Nima veze. Ne, nisem nikoli bal. Ampak tu mislim, da sem mu čisto vez, brigalo me. Ampak hočem to reči, je kdo pomislil, da se lažeš? Da si res kaj naredil grdega? Je to kdo pomislil? Ne, so vsi na tvoji strani. Vsi. Ker si to iskreno, to verjetno povedal. Ne, tudi, Pa je pametno o tem govoriti na tak način, da kaj pa če kak dvom? Ne, veš, zakaj tu o tem govorim? Zato, ker jaz mislim, da se veliko žensk zmisli. Da se zmislijo? Ja, tudi danes se zmislijo. Pa ne, zdaj bo kdo rekel, ne, zdaj pa žrtvam ne boste verjeli. To je na krize prebili, Ne, so pa tudi primeri taki, ne. Poznam primer, ko je ženska rekla svojemu bivšemu možu, ko sta bila ločena, ki ni hotel nekega denarja, da mu je rekla, če ne boš ti tule, te bom šla pa prijaviti, da hčerko spolno zlorabljaš. Tu se danes so ljudje grozni, mislim, da so to nekaj pomislil. Tako da, mislim, pa to je tudi moja zgodba, zakaj ne povedal, zakaj bi v knjig spustil, ne vidim nobenega, tudi knjiga je neki moj spomin. Ne vidim nobenega razloga, zakaj to spustil. No, kaj pa ta pretep, pizda, to pa si naredil, ne? Ja, to pa sem naredil. Kaj pa to, pizda? Zakaj te pa zaradi tega niso na križ prebili? Ti mislim, ne boš celo verjel. Da te zmotim, no, še enkrat, da te zmotim. Se zavedaš, da si dejansko preživel nekaj, kar noben ne preživi. Ampak to je bilo že kar nekaj cajta nazaj. Nima veze, zdaj si napisal. Ne? Pa ti niso ženske, ti niso obrnile hrbta, zdaj ali si tako lepo napisal, iskreno povedal. Boš prebral, pa boš pol povedal. Ja. Ne, mislim, jaz sem tudi pol iskreno napisal, da sem to naredil, zato ker sem bil slabič. Slabič udar žensko. In tudi eni pravijo, če si enkrat udaril žensko, boš še kdaj drugič. Na misel mi ne pride. Ni šans. Ni šans. Tam sem se prek Murju enkrat romim s tebu, pa je ena romkinja s flašo Coca-Cola šla pred meni, pa sem je probal, pa je nisem zadol. Škoda, ker nisem. Tako da to je drugače pa. To je sramota. Si moški tako sramoto narediš. Jaz bi bil frajer, če takrat rekel adijo. Ne, bilo je. Ta punca ve, mislim, sta še niso več. Je prebrala to? Ne vem. Mislim, sej. Ne, ni prebrala. Ni. Morda pove, ne vem. Napisal sem točno tako, kaj je bilo. Prijavljate pa ni? Jo, sem bil sodnik za prekrške, vse, So se še sodnici zasmeli, tako lepo sem mi povedal, kako je bilo. Ne bom več drezal to, da ne bojo zaprli po koncu tega intervjuja, ker nikoli ne veš. Ni razloga. Ja, okej. Ni razloga. Glej, si mi pa bil zanimiv tudi, včasih s kakšno izjavo, recimo, tudi streseš, slovenski splet, ali se postaviš na ena stran nekoga, ko se naj ne bi, recimo Dinoti, vem, da je en tak primer, ko je s to izjavo, da so ženske nad 30 let, da so za pogreb, da niso več vredne greha in tako naprej. Jaz sem pa en video posnel o tem, malo kontra, sem naredil eno stvar, ampak ti si pa bil en redkih, ki ga je javno podprl preko, jaz se z njim strinjam, Dinoti ima prav, So ženske te takrat napadle, ali so ti tudi skozi prste pogledali, ker si jim pač... Ni bilo čisto tako, kot si ti rekel. Ja. Dinotija, jaz sem ga mu zdaj možnost, sem ga v živo spoznal. En je tak zajebant. Ja, drži. On vrže ven. On vrže, na Balkanu bi rekel, da mu je jezik brži od mozga, kar ni nič slabo. On ima ta vrste humor. In mislim, jaz ne vem, zakaj so se ženske vse usekale.
tako znorele. Ja, znorele so, ja. Zdaj, če bi kdo za moške to rekel, ne bi ga sigurno. bilo, ne. Ja. Jaz prvič vem, da Dinoti ni nič slabega mislil, je pa dejstvo pa je, da se ljudje staramo. In tudi moški se staramo, ne samo ženske. Sem pa že enkrat povedal, pa bom še enkrat, pa čeprav bo se kdo zgražal, ja, imamo pa moški, pa imamo to srečo, da se počasneje staramo. Ne. Moški se stara kot vino. Ne bom to rekel, Ja. ne bom to rekel, ampak bom povedal primer. Bil sem enkrat na enem potovanju v Turčiji, ful poceni je bil, neka akcija, res smešno poceni, sem šel in tam so bili sami pokojnici. In ko sem jih takole gledal, mislim, koliko so moški bolj izgledali kot ženske. Mislim, pač tako sem gledal in bom zdaj rekel, veš koliko, ti bom sliko pokazal. Ja. Veš koliko moj fotor dobro izgleda pri 87-ih. Ja. Za razliko od mame, ko zgleda slabo. Ne bom to pa rekel. Ne vem, povej, ne? Moj fotor, če bi rekel 70 bi mu vsak verjel. Ja. Pa je 87. Ja. Pač tako je. In tudi, ko sem v diskoteko, jaz vem, je punca pošla stara 19 let ali pa 18, ki je bila cela diskoteka v nozru, to je res to znor. Ja. Čez 2 leti ni noben več pogledal. Tako je bilo in tudi Notijevu ni čist, da bi rekel, da je pa čist se nekaj izmislil. Ampak to je bila zajebancija, tako da ti meni lahko rečeš, kar češ, pa se ne bom tako usajal, pizda. Če mi reče, da sem strdec, nisem mlad, pizda, ne. Ja. Mi pa grejo na živce ženske mojih let, mislim tako, če sem glih na kakšne zmenko, prav, jaz se počutim 20 let stara. Pa koga ti lažeš? Sebe, mene ne moreš, pa dej, lepo te prosim in tudi jaz, pa mi kdo prav, da sem za svoje leta še vitalen. Ampak nisem, jaz vem, pizda, ne morem, imam ravnotežje slabi, vse imam slabi, zdaj, ko ta boks treniram, pizda, nisem hiter, žensko me je dal trener boksa, pizda, sem videl, kako je hiter, me je naravna tla spravila. Sam ti tudi po mlajših raj pogledaš, kot po starejših, ne? Ja, seveda. Koliko? Nisem se pa nikoli zgražal, če kakšna starejša ženska mlajšega dobila. Jaz rečem, hvala Bogu, če obe dvema odgovarja to. Zrele ženske ti niso všeč, vizualno, na 40 recimo, to je prestaro ti, ali kaj? Bolj so mi mlade, tako bom rekel. Kaj pa umsko? Izkušenost? To ti je vseeno. Sam izgled gledaš. Joj, bi zdaj nekaj rekel, pa bom mislil spol kot Dinoti. Ja, seveda boš, ne? Reč, kaj boš rekel, no? Kaj hočeš reči? Evo, da ti mačkan, bom gledano zdvignil, pa mogoče povedal. Da vidim, kaj boš naredil, da vidim. Jaz pri vseh prijateljih, ki so poročeni, vidim, da je tistem veliko boljš, ki nimajo glih odobrihtno žensko. Tako da... Bolj, ko je neumna, boljša je, ali kaj? Lažje je z novo mogoče. Lažje je z njo. Zato po mladih gledaš, ko so neumne, bolj ko starejše. Tega pa spet nisem rekel. Povej, ne vem, ne? Mislim, veš, zakaj moški gledamo mlade? Ja, no, da slišim. Prebrano v knjigi od Alana in Barbare Pease, ki sta prodala knjige, to sta svetovno znana družinska terapeuta. Moškam so mlade všeč zato, ker podzavestno iščemo mlado in zdravo samico, ki nam bo rodila zdrave potomce. In jaz ne vem, odkje se je zdaj tu ljudem obrnilo, da je glih kontra, hvala Bogu, nimam nič narobe. Tudi, če starejše, mlajše dobivajo, jaz to še pozdravljam. Kakšna mlajša brez ostala, pa bo mogoče name učvrgla. Ampak o koliko mladih mi ga govoriva zdaj? Pizda me na tenak let spravljaš, ne? Mislim, jaz nikoli se ne bi dotaknil mlajše kot 20 let. Ok, pošteno. Ker, pa ne bom rekel, da
Mikera ni všeč, ki je stara 18-19 let, ampak ne bi se dotaknil, ni podrazno, ne, glih zato, ko vem, kako se tu ljudje zgražajo, ne, ker zdaj rečemo 18 let je polnoletnost, kar drugače, če boš ti zelo 18-letnico dubu, se da bom čisto ne zgražal, ne, ampak rečemo, da je pa še malo bolj sigurno, bi pa rekel pod 20 nikakor, ne, ampak da čisto iskreno povem, ni te bojazni. Ja. Ampak zdaj pa gremo z tega vidika, ne? Sam srž tega not, ne si predstavljaj za to. Pa ti odrasel moški si kaj, nad 50 si star, 54. No, 54, ne? Pa da imaš zdaj tukaj, ne vem, eno, da bomo ostalo v tem tvojem fazonu 20-letno, pa tu eno 40-letno, ne? In ta 20-letna, čakaj, in ta 20-letna je taka pupika, pa mlada, pa ti jo gledaš, ta 40-letna pizda. Razumeš, ta bi te pa korba, ta bi ti pa pokazala, kako se nečem streže, da mala, pa ne vem, pa ga bom fafala tako, da nisem čist ziher, pa ona pa korba te že gleda tako, da veš, da bo rock'n'roll. Ampak ti bi izbral to mlado samo zato, ker pač ima telo boljše od te 40-letne. Pa čeprav veš, da bi ona ti naredila to, da boš zraven rekel, to me nikoli ni privlačevalo, mene so zmeraj bili privlačili, take malo bolj sramežljive, neizkušene. To, tako da si očetovski lik, bolj njihov, kaj? Ne vem, kaj to, ampak enkrat sem celo z eno odpeljal z diskoteke in sem videl, da mečkan da nisem glih ta prvi ali pa ta drugi, ne, in sem rekel, ti skupaj si boš že kaj bila, pa rekla, ti boš 9, sem rekel, ne bom, pa sem se oblekel, pa smo nazaj šla in to čist resnično. Mislim, iščeš device, ali kaj iščeš? Sem jih imel veliki in to je čist ok. Device so tam stare 14, starejših devic ni. Ja, včasih niso bile. Se pravi, tak ti gledaš na žensko, da manj ko je izkušena, bolj ti je zanimiva. Jo, seveda. Ja, pa kaj pa, če ti pol v posli ne da tizga, kar bi rad? Jaz padam na lepoto in večinoma moških pada na lepoto. Prijatelj moj Roman Vode prav, da smo moški zadeti, omamljeni od te ženske lepote. Ja, dobro. In jaz sem tudi en teh, ampak to zdaj, bil sem tako, zdaj, pri teh letih to mine, da me zdaj domislil, da sem pa jaz se po eno zagledam, pa sem čist spav, ne. Hvala Bogu je to minilo. Ampak lepota je minljiva, ne, to veš. Ostane pa karakter, ne. Ostane stati ob strani, ostane ljubezen, ostane imeti partnerja v dobrem in zlem, ne. No, le mi da se zdaj v dveh stvarih pogovarjava, ti mečkan vprašanje mešaš, ne? Ti si zdaj mene vprašal za pojstvo, ne? Ja, ne, jaz sem zdaj, če bi me pa ti mene vprašal za poročiti, ne? Sam boš vsem nesrečen. Bi ti pa čist drugače. Sam boš vsem nesrečen, tudi za poroko boš hotel imeti eno, ko je mlada pa lepa. Ne boš se z eno, ko je 50 let stara poročal, ker ti je prestara. Imam prav, ne? Ne, poroke pa drugo. A poroka tam je pa lahko stara, ali kaj? Ne. Ne, mislim, dobro, jaz, če bi bil še enkrat mlad, bi se pa 25 poročil. Zdaj? Mu 3-5 otrok. In lej, to pa vidim, mene te stvari zanimajo, odnosi, psihologija, pa to ne. To bom zdaj spet, bo zanimivo za tvoje gledalce, ampak takole, v drugih, kjer sem gost, se malo več povem, zato ker ni na mojem kanalu, se mi zdi, da je vse nekaj drugače. Ok, pošteno. To sem veliko razmišljal. Če imaš ti žensko, ki je top lepotica, ki ve, da jih 1000 čaka, ali pa če imaš ti eno poprečno, pa mogoče ti bolj izgledaš, kot ona. Ja, to imam jaz problem, kot vseh bolj izgledam, pizda. Ja, to ni problem, to je plus. Veš, kako se drugače ena obnaša, če ve, da je dobila boljš od sebe in mora biti vesela, da to ima, kot pa ena, ki ve, vse, če grem, imam pred kogarkoli drugega. Ja, no, in kaj je tukaj si rekel? Ne bi tudi lepotica ne hotel. Za poročiti pa otroke. To je zdaj pa čist druga zadeva. To si zakomplicira, zdaj spet se. Enkrat sem... Čist si spet zakompliciral. Spomnil sem se ene ženske, ki je bila zame zainteresirana
Jaz pa takrat nisem bil, čeprav napaka ni bila lušna, je bila pa malo večja. Rekel bi, da jaz nisem tak lepotec, kot ti velik. Rekel bi, da tudi otroci ne bojo čist majhni pa smotani tako, kot jaz. No, fino je malo večje dobice. Uno bogo. In je še bilo nekje, kelnarca je bila. Ja, ti na kelnarce padaš, non stop. In je šef rekel, ne, je rekel, on takole mi dosedeva, ki mi da poprav, šef, ki je prišla, je rekel, Tomaž, veš, tale bi bila zate. Ona rekla, jaz pa mislim, da tale gospod mene ne bi maral. Pizda, to bi mogel zagrabiti. Sigurno. Pa če sem malo nesram, če mi dovoliš. Če mi dovoliš, ne. Govoriš te ti lepoti, gor dol, levo, desno, ampak ti pa tudi nisi Brad Pitt, ne, pizda. Je to pošteno od tebe, da želiš, ne vem, prvovrstno lepotico, sam pa nisi v tej ligi, kar tudi sam priznaš, ne. Je to pošteno od tebe, da bi ti imel lepo, a ti bi njej dal sebe, pizda. Vidiš, moraš kakšno knjigo prebrati, ne, pri ženskah sploh ni lepota nekega zelo velikega pomena. Enega tipa se spomnim, ki je hodil v diskoteko, so bila kao malo prijatelja, on je zmeraj punce privlačil in so kar same prišli do nas, zdubo pa nikoli nobene. In se pravi, mislim, torej bi bil tako lep kot ti, ne? Ne, to je lepota prekletstvo. Ampak zato, ker tudi kdo meni, ki govorim o teh mojih taktikah osvajanja, tudi preberu knjig, rečejo, ne, mislim, pa se neki smejejo, pa tretji. Ravno to, jaz nisem nikoli ženske na lepoto lovil. Ajde, dobro, se ne, da sem bil tukaj smotan. Ne, se si nesimpatičen, si ti zelo, to mora, ne, tudi, ko sem bil mlad, sem bil lase, zdaj si simpatičen, ne, tu ni debate, simpatičen si. Jaz sem na taktiko dobil, posebno une najboljše. Ne? In sem srečal zdaj, nedolgo cajta nazaj, na delic sem videl enega tipa, iztrebenega, ki pizda, on je bil pa res lepotec, pa še zdaj fejs dobro zgleda, ne. In je iste ženske usvajal, kaj jaz. Ti imel ti več uspeha. 1000krat več. Sem si grunto, veš, kako ni bila lepota, če on je bil pa res, pizda je bil pa res za pogled. Visok. Mislim, on bi bil za manekena, ne? Če bi bil maneken, pa verjetno bi mi vse spelo, ne? Tako je, ni lepota, ta glavna, tako da škodi pa ne. Škodi ne, ampak da bi zdaj moški rekel, ne morem ženska dobiti, zato ker nisem lep. Ne drži. Če imaš denar, ti tudi koristi, ne? Pa če si uspešen, ne? Tam pa res ne važno, kako zgledaš, ne? Velike, če znaš žensko nasmejati. To je smisel za humor, to smo se že imeli, to je pa bistvo. Ena stvar, ki jo še danes ne razumem, ne. Ki na diskoteki na vratih dela, tisti so zmeraj interesantni. Kogarkoli je delal pri meni na vratih, da je karte pobiral, ta je bil zmeraj interesantni. Sem nekaj takega, da je dal, kot tu sem mogel tudi ljudi, ki sem jih zaupal. Meni sem enega ki sem ga poznal, dobro sem ga poznal. Totalno nezanimiv bil za ženske, odkar je bil tam na vratih. In če bi še enkrat diskoteko kam na vratih delal, bi on mogel me plačati. Tako bi bilo pošteno. Ja, razumem, Tomaž, kdaj si nazadnje jokal? En let nazaj, ki mi je psička umrla, če pa tu ne šteje, pa 25 let sigurno, ne, še več. Se pravi, psiček te... To te razumem, Drugač ne jokaš velik, ne? Ne. Zakaj ne? Nimaš razloga ali ne jokaš splošno? Zakaj bi jokal. Tudi lej, čeprav tudi se iz današnjim teorijam ni okej, mislim, se na bolj strem pravijo, morajo tudi dec jokati. Jaz pa mislim, da dec nima kaj jokati. Če dec nima kaj jokati. Da nima kaj jokati. Kaj pa v kakem filmu, glasbi, da te to gane? Ne smislu žalosti, da te gane. Lej, jokal bom verjeten, upam, da bo tu čim kasneje. Mi bo mama umrla, to bom jokal sigurno, ker mama
da sem tukaj navezana, no, ampak tukaj jo spoštujem, ker je tukaj za mene naredila. Ne? In jaz trdim, da tisti moški ali ženska, ki partnerju bolj verjame, kot mami, je za moje mnenje, pa nočem nobenega žaliti, neumen. Ker lej, vsak gre v poroko, misli, da bo to večno, vemo pa, da je že ne vem koliko parov po 3 letih loč. In komu lahko bolj zaupaš, kot mami? Jaz, mami, moja mama, če bi nekdo streljal name, bi ona pred menoj skočila. In tako da to je to. Tu v to ne grem, bom rekel, bom te pustil v tem prepričanju, ker se mi ne zdi slabo. Te bom pa vprašal, če si srečen, si ti res srečen? Ali v globoko sebi dejansko ne? Oziroma drugače, kaj ti manjka v življenju, da bi bil pa res, res srečen? Če to seveda je. Lej, kar srečen sem, upam strditi, da bolj srečen od večine ljudi, pa ni bilo zmeraj tako, do tega moraš tudi prideti. Takrat, ko sem krišča ženska naredil, se ta nivo sreče bistveno povečal, ne? Bi pa zelo lagal, če ne bi bil srečen, če ne bi bil bolj srečen, če bi rečemo 2 taka lušna fanta, kot sta moja 2 nečaka. To ti manjka otroc. Ja, lej, mislim, to je siguren, lej, pa jaz, dokler nisem teh nečakov dobil, nisem tako čutil, ker sploh nisem vedel, kako to zgleda. Pa vidim, igram fuzbal z njim, on tu tret, ne. Tako da to je verjetno, da siguren bi bil tudi bolj srečen, če bi mu obseb neko žensko, ki bi jo spoštoval, ki bi mu rad. Jaz sem to žal nisem dobil. No, se še ni prepozno, ne? Ne, le, jaz tudi mislim, da tudi zaljubljen nisem bil jaz že mnogo let. To ne moreš In načrtovati. ne vem, kako bi se to lahko zaljubil. Ja. In mislim tudi, da je ona ljubezen, ko se ti mlad zaljubiš, čist drugačna, kot pa ona zdaj, da bi se ne vem. Ja, v tole kelnerco bi se lahko takoj zaljubil, se mi prej. Sam bi to malo minilo, po mojem. Ja, sem te je zavrnila že v štartu. Že v štartu. Rekla, čez 7 let, nima če zavrniti. Dobro, opcija je, ne? Ampak le, otroke še pa vse imaš, ali si to imaš v glavi, si predstavljaš. Čakaj, lej, malo sem star, lej, Na dolgi rok se strinjam. mislim, lej, tudi ne morem zdaj, prvo jo moram najti eno. Ja. Ni tako lahko, ker mora biti tudi malo mlajša, kaj jaz, če otroke imeti, ne? Tudi če že najdem, ne morem jaz kar tako otroke je delati, da malo pa se mora spoznati. Pol ločitev še preden se bo rodil, ne? Tako da, ja, tu je, ne, po drugi strani pa kakšne zgodbe slišim od moje generacije, ko se ljudje ločujejo, kakšne grde zgodbe. Takrat pa mogoče se tudi malo tolažim, ampak se rečem, jebemo mater. Lih zdaj je en mi razlagal, kakšen pekel je doživljal 3 leta. Pekel. Ne? In zdaj imam tudi rad skozi nekaj delam, pa tako naprej, ne, in tudi, če bi bil čist srečen, ono, da bi bila 10, rečemo, ne, pol verjetno, da ti bi morda celo nehal tu na YouTubeu ustvarjati, pa tu, ker tu pa sem, ne, jaz si skozi želim, da to malo raste, pa tako naprej, ne. In sem tudi zadovoljen takrat, ko raste, ne. Čeprav ni od tega denarja, ne vem zdaj, zakaj se to gre, pač to rad delam. In ne, sej, lej, ljudje imamo radi pohvale, tako da, ne, lej, jaz dostikrat koga pohvalim, trgovko v Mercatorju, ne vem, medicinsko sestro,
pohvalim in vidim, ki mi tu nazaj govorijo, koliko jim to pomeni. Pa me pol kontaktirajo, jaz sem eno pohvalil, ki sploh ne vem, katera je. Ampak pol mi pa pišejo, pa kako se mi zahvaljujejo. Ne, tako da tisti, ki bo rekel, da ga boli kura, če ga kdo pohvali, laže. Ja. Pa in tisti, ki me najbolj tam piše, da išče me s pozornost, ne ga to fejs boli, ker on nima pozornosti, jaz te pa imam. Pa si zadovoljen s svojo javno podobo, torej s podobo, ki jo imaš v javnosti? Si zadovoljen s tem, ali si zgrešil, pa si hotel nekaj druga, pa je pač se to zgodilo? Čisto zadovoljen. Si čisto zadovoljen? Čisto ne bi spremenil. Točno to, kar si nam dal, si zadovoljen? No, ker točno to sem jaz, drugo bi bilo fake. Okay. Drugo bi bilo fake in čisto drugače. Tomaž, če v zadnjem delu zamenjava malo vloge, ne? Daj ti mene, da te jaz nekaj vprašam. Ne, Venka. Ja. Ti nimaš nekjer te vprašanja zapisane, pisal si brihno, da to sem že hotel, to ne razumem, ki si morate pisati vprašanja, da si normalen, zakaj? Če nekaj pozabiš, še kaj imam zapisano, nekaj pozabim. Glej, jaz, že ko sem imel vdaje, ko so prišli gostje k meni, ko sem govoril, so vedno gledali, če je kak teleprompter, kak bobn, kaj drugo, pa sem rekel, halo. To je tu. Dober si, vsak čas. No, če zdaj zamenjamo malo vloge, ne, in ti dam šanso, ker si to pač ti, ponavadi dam 3 vprašanja, za tebe dam 5 vprašanj, da me lahko vprašaš, karkoli želiš in karkoli ti pride na pamet in se bom potrudil dobiti vse to iskren, ko si bil ti. Izvoli, številka 1. Če pa nimaš nič, pa toliko boljš. Si sem vedel, da imaš to vprašal, ker sem gledal tvoje druge podcaste. Dobre. Tako da sem celo danes na YouTubeu video živo posnel in sem rekel, da grem k tebi in sem rekel, dajte kakšno vprašanje. No, to se mi še manjka zdaj. Ampak ni bilo nič tazga pamet. Hvala Bogu. Tako da telefon pa itak tam lepo. Ok, hvala Bogu. Hvala Bogu, da boš mogel z glave delati. Pa sem lahko kaj tudi malo, mislim, ne da bi bil nesramen, ampak vprašanje lahko mogoče, neprijetno izpade. Mislim, da te čujem. Lahko ali ne smem? Da te čujem. Sem slišal, da imaš neke težave v ljubezni. Lega. Kje si to slišal? Ja, se govori. Govori se na radiju Fantasy. Ja, se govori. Ja. Čuj, kak ti bom rekel, ti bom to potrdil, ne? Ja. Da so se začele težave v raju, kot rečemo. Ne? Ja. Res, da o tem javno ne razglavljam, ker nočem imeti Saša Lendero in Miha Hercog pizdarije v medijih. Ne? Ja. Ampak slej ko prej se to seveda razveje in čveka, tako da ja, ti potrdim, da je krizna situacija, ne? In da si upam trditi, da bi lahko celo samski bil. Ne? Ja. No, bojo zdaj ženske navale na Petra Grašna. Pustimo, nisem tega rekel, pustimo. Ja, okay. Drugo vprašanje, pizdujem. Ne, nisem še tega prvega. Pod vprašanje so, ok. Ti, zakaj pa pride do tega? Se ne treba v detalje. Ne bom šel v detalje, ampak jaz bom polen komentar. Vsaka zveza, to je pač moja tragična teorija, gre slej ko prej v kurac. Žal. In pa naj se še ne vem, kako nekdo trudi, dela, ima lepo, slej ko prej bo v nekem segmentu, ker veza ima več segmentov, slej ko prej bo v nekem segmentu, ne bo tako bo moglo biti in bo ta segment postal tako pomemben, da bo šlo v kurac. Ne? In ko rata nekdo nesrečen na dolgi rok, prevečkrat, takrat je pametno zaključiti zgodbo. Zdaj ti bo pa en strokovnjak dal en nasvet. In zakaj sem te to vprašal, ne zato, da bi te jebal, ampak zato, ker imam prav zgodbo na to, mislim zgodbo, ki se tiče naj, Veš, kolikrat sem jaz te pisal, da grem čez Celje, če imaš čas za kavo in kaj je bil odgovor? Ne vem. Takrat sem se sprašal, pa kaj je to za ena copata? Odgovor je bil, imamo pa svojo, imam pa čas za svojo in ne morem to.
Mislim, po kakšen dec si pizda. Jaz grem enkrat na let mimo Celja, pa si ne moreš cajt zame vzeti. Mislim, še ne, da bi bil jaz kaj prezadet. Ne. Ampak jaz mislim, da so vse problemi ratali, zato, ker si ti preveč dober bil. Ne, ni fora. Ti nisi nikoli pomislil, Daro. Ne, ni fora v tem. Jaz se na pičkice spal. Če si me med tednom klical, tako moja sploh z mano ni bila, to sem se ti izmislil. A pol pa lažeš. To moramo veriti. Veš, kako se hitro človeka nalaži, da bi zato jaz nikoli nalažil. Moj problem je v tem, da se mi ne da. Meni se ne da, jaz cel live delam z ljudmi in ko je konc mojega posla, vas imam poln kurec vseh. In ne grem za živ Bog, čeprav smo šla dvakrat, smo šla kljub temu na kavo. Enkrat so šla samo. Enkrat, dobro, z drugimi še to ne. Ampak tu še preden, enkrat. Ja, no vidiš, ne, ampak dejansko je fora v tem, da se mi enostavno ne da in večino me pa čudi, da bi se tebi zlagal, ker večina primerov rečem, ne da se mi, ne morem, nimam časa. Ne rečem, ne, če si me pa za vikend klical, je pa res, da smo jaz in moja, nismo živela skupaj. In čez teden sem jaz bil vedno v akciji, vikend sem pa res imel z njo. In takrat z nekim Tomažom Gorcom jaz res ne bom šel na pijačo, če bom z njo pizdomaterno. Med tednom sem se ti pa verjetno zlagal. Se pravi, ti tak zvezdnik, da se moraš že malo pred ljudmi skrivati, ali kako? Ja, točno tako. Zdaj vidiš, Slava je drugačen, Slava je prekletstvo. Jaz si pa doskrat za ljudi cajt vzamem. Predvsem za tiste, ki knjigo kupijo. Saj si jaz tudi. Sam takrat očitno si me že klical v nekih momentih, ko nismo cajta. Ker to je tisti kliše, veš, recimo, glej, pa si bil v Mariboru, pa me nisi poklical. Ja, glih zaradi tebe sem držal Maribor, pizda. Jaz sem očitno drugi stvari v Mariboru. To so te klasične fore. Mi da smo neki sodelovali, ker si bil na anteni, pa to, pa lej, areni, Pa mislim... Nisem imel časa, sorry. Tomaž, sorry. No, jaz... Tako da to nima veze s tem. Mene, da me eden, rečemo, ki dela na YouTubu, da me pokliče za kofe, ker mi da so le delala podobno zadevo, je tako? Zdaj smo za vsakega zvanem cajt. Bom nekaj drugega predstavil, zato ker me zanima, kaj to, ali pa nekdo, ki dela isti posel, vse optimizacijo, pa kaj tacga. Mislim, jaz sem človekom usedem. Vlada si me pa res klice, ko sem z moja bil. Dobro, morda imaš samo mene poln kurac. Ne, vseh imam poln kurac, ne, vseh. Jaz sem pa red, da je sam, ampak se pa tudi red na kavico usedem. Vse jaz tudi, samo kot si glih take dneve na trofu, ko ni bilo pravo. Drugo vprašanje. Pizdo materno, drugo vprašanje. Mislim, pa vse to ne moreš verjeti. Vse to ne moreš verjeti. Če nimaš v redu. Ne, bom izkoristil. Dal sem ti 5, drugo, izvoli. Bom pa jaz tebe vprašal, s koliko ženskam si seksom. To veš, da ne bo šlo v javnost, je bila pa številka zagotovo večja kot tvoja. Se pravi, tromestna. To smo naredili mi že v štartu, prva smo tromestna, kaj še lepo, Dragi gledalci, napišite v komentar, če mu verjamete. Kdo ne bo meni verjel. Ne, je bilo kar, ampak zadnje čase, bom rekel, sem pa podobno kot ti, tudi zelo zbirčen, pa ne v smislu let, gor do levo, desno, ampak moram me zadrajvati tule notne. In opažam, recimo, da bi zdaj mene punca rekla, čuj, čakam te, pripelj se v Maribor. Si zmešana. Veš, kje je Maribor? Ja, odvisno katera. Veš, kje je Maribor, pizda. In če nisi od mene minute stran, ne grem, ker se mi ne da. Če me pa ti zadrajvaš, ono res, hard, pa ne rabi izgled, govorimo, da me neki zadrajva. Greš pa v Skopje. Bom pa tudi šel, tako da zadnje čase sem tudi že marsikaj tudi povabila na trojčke, drugo, tretje, ker je bilo treba se iti v avto, pa nekam se pelati, pa se mi ni dal, ker ne bi v tega končni fazi imel nič. Tako da tu sem se pa malo postaral, po tvoje, rečeno, in ne skočim več kar tako na prvo žogo, pa so pa malo punce razočarane, ker veljam za nekega jebača, klasičnega, poslednjega mohikanca. Pa mišljam, pa ko je pa tudi sam govori, pa rečem, ja, tak pač je. Ti bil si temu velikomu, si kaj koristil storitve? Ne, pazi, sam smo mi naredili, jaz sem šel tja poslovno, ker smo delali vdajo. Delali smo vdajo v 3 delih in po koncu vdaje
so pa punce začele trkati na vrata. Ne? Ampak kaj je bila fora? Plačati bi mogel. Pizda. Ne? In gre me, pazi, in gre me za šefa dol. Ne? Sem rekel, čuje, excuse me, this is no good, we doing business, show time. No, pizda, ne? In je rekel, no, je rekel, vsaka punca odloča o sebi, tam ima SP vse, veš. Aha. In ne more on reči njej, račun, to me ne upam, ne moreš ti reči, ne more on reči njej, pejdi jih njemu vso, pa seksi z njim. Ona se mora odločiti, če bo, pa ona se bo odločila, kako in kaj. Zato ne more iti pod roko in bi bilo treba plačati, nekaj, veš kaj, baby, pa nekaj, sorry, pa my friend, maybe, go to him, on se smeja, bi rekel ne, tako da ne, bilo je pa okoli takrat enih 100 punc, pa samo midva, ker so bile poseben dan za intervju, večina zelo lepih, da enih 4-5 jih je potrkalo na vrata, zdaj z njim bil faca pa legenda, pa tudi ceno bi spustile, zdaj se mi zdi glupo. Takrat je rekel, da je seks 80 €, če je kviki, naprej pa nisem prišel. Ko bi pa spustila? Na 50. Na 50. Ja. Pa sem šlo za princip, ki mi je bilo glupo, sem rekel, pizda vam mater na reklamo, vam grem delati, a vi meni računate. In sem rekel, pravi, da je to najcenejši seks, pa res najboljš. Z tega vidika, da ni stroško naprej tako z ljubico, definitivno. Ne. Ampak, če te to še smem, cel welcome, ne, ko ti prideš, pa tudi te klubi verjetno vstopnina, to ono drugo na konci ob 300-400 €, da končaš v sobi. Če vse skupaj, ker ti ne moreš samo na seks priti, to je cel sistem. Ne. In na koncu te pride res veliko. Okay. No, jaz imam na meni je to velkom, da bom povedal, kako je s svojim sledilcem. Okay. Ne mislim seksati, ker nisem še nikoli plačal. Ja, to si mi rekel, da ne bi. Tako da to ni šans. No, jaz nisem. Roman Vodep je rekel, da ne bom zdržal, da bom mogel. Ni res to. Ne. Jaz mislim, da ne. Ni panike. Ne. Tako da... Če znak jaz zdržal, boš ti tudi. Sigurno. Ok. 3. Si šel že gledaj, plačal za seks? Kje si me najdel zdaj s tem? Ti nočeš na moje vprašanje odgovarjati? Ne, ni nobene panike. Pazi, ena fora je bila. Šel sem eni prostitutki iz Tirca. Ampak kaj se je zgodilo? Da šliš ma. Tako simpatičen sem bil, ker sem se začel hecati in pogovarjati, da je rekla, da je denar na koncu vrnila nazaj, pa še na kavo sem šla. Ja. Jaz sem pa enega kolega, ki je pa dal oglas, da not te storitve. Ja. In so ga 2 prostitutke poklicale. In so rekli, kako imaš pa ceno, pa je rekel samo. Pa to je bilo tako, ki bi zdaj rekel, ne 50 €. Ne. Ja. In on je še rekel, 2 sem fino nabrizal, pa še 50 €. No, vidiš, Marjana. Glej, ti boš nekaj videti, kaj sem se jaz tudi naučil. Jaz sem pa imel tudi mnoge intervjuje s temi dekleti iz tega posla, ne? Ampak one niso navajene, da ti prideš k njim simpatično, zabavno, da jih jemlješ kot nekaj lušnega. Moški pride, plača, ga ne briga nič. Ne? Jaz sem prišel pa z žovka, pa sem tja, pa sem se hecal gor dol in jim je to bilo tako zanimivo, pa tudi kasneje, ko smo šli delati intervjuje, pa smo se malo pohecali in jim je to bilo nenormalno fajn, da sem pol celo s parimi imel še stike, pa sem postal prijatelj njihov. Ne? Zato, ker so rekli, ti si edini, ki me ni gledal kot neko kurvo, kot neko plačljivo žensko, ampak kot neko faco, kot neko legendo, neko pizda. Ne? In to je bil moj trik, ne? Da pa tudi pri porno zvezde, s katerimi sem postal prijatelj z mnogimi, ravno zaradi tega, ker nisem gledal kot porno zvezde, ampak kot osebnost, kot človeka. Ker hočeš kot osebnost gledati čez svoj telo prodaja. Nima veze, to je poklic, ne, oprosti, one so poročene, imajo otroke mnoge. To je poklic. To je poklic. Mislim, čakaj malo, to je poklic. Mislim, zafukam poklic, jarke. No, ampak hočem ti reči poanta, zakaj sem pač prišel takrat tudi skozi zastojen. Pa se sploh nismo seksala z ono punco, to je največji hec, tisto prostitutko. Sem dobil denar nazaj, ker nič ni bilo, a bila bi mi računala čas tam. Smo se raje pogovarjali, pa sem rekel, če veš kaj, sorry, ni mi rajc, ni mi drive, da sem nekam prišel, točno na uro, da plačam, gledam, pol ure mim, sem rekel, to ni moja scena, šel sem zaradi Firca, zelo si simpatična, ampak da se meni pa hecat in to je bila polfora. Ti pa še povej od onega herpesa, ki si začel razlagati, s to imaš neke lastne izkušnje. Jaz ne smeš me se res nazveti. Vsak pravi moški mora dobiti genitalni herpes. Zakaj? Kaj sploh povej? Veš kaj je genitalni herpes? Veš kaj je herpes, navaden?
To vem. Na ustih. Vem. No, to je pa na penisu. In te boli kot prasca. Ja, grozen. In če imaš srečo, je samo enkrat, če imaš nesrečo, se pa pojavlja redno tako na ustih. Ampak jaz imam to srečo, da tega še nisem imel. No. Pa nisi pravi moški. Bi pa rad delam na tem. Ne. Delam na tem že cel life. Ne. Ampak da imam samo eno varianto, ko prije pa gre. Ne. Pa pri ženskah, ne, mnoge to imajo, pa ne veš, ne. Ker ko je samo izbruh, takrat se vidi, ko so brbunčice isto tako na ustih. Če tega ni, uradno tega ni, ampak je zelo mala verjetnost, da se boš okužil. Ne. Tako da ni čisto, zdaj te še bolj prestrašam, ampak ni čisto, bom rekel, te sexually transmitted disease, ne, ni to tako enostavna zgodba, zdaj smo se pa vsi navadili, pa vdajca več noben ne umre, pa razumeš zgodbo levo desno, ampak to je prisotno ful. In to ljudje malo vseeno mladi, malo preveč na stran devajo, to je, ni čist tak, ni čist tak, ne. Se lahko fez zajebeš, ampak mislim pa, da smo te bolezni tako usvojili, da jih lahko shendlamo in zdravili, da noben več nima nekih posledic usodnih, ker so antibiotiki, drugo le za AIDS-om živijo ljudje, zdaj pač imaš stranske učinke tablet, zdravil, ampak živiš, ne umreš več, ni več tak tabu, ne. Tako da mogoče so se zato ljudje bolj sprostili, pa jim je vseeno, sam ni to pametno, še posebej pri narekovajih spornih zgodbah, ko nikoli ne veš, ne poznaš, tako da moj nasvet, vseeno se zaščite, da ne opizdarije, ne. Veš, kako sem mi lepo povedal, ne. Kaj smo pri štirki? Ja, čakaj, zdaj se pisamo tu, štirki smo, kaj misliš o tem body countu? Bi te motelo, če bi ti zdaj neko žensko dobil se zalogo, pa zveš, da je bila 100 prej. Lej, jaz, če sem čisto iskren, s tem nisem imel nikoli problema. Ali pa 50, rečemo. Ja, veš, zakaj lej, če sem jaz prasec, ne? Ja. Zakaj bi obsojal nekoga, ki je podoben prasec kot jaz, ne? To je zelo hinavsko od mene, ne? Se pravi, jaz sem jebač, ker sem jih podaril, 500, ona je pa prasica, ker jih je imela 30, ne? No go. Ne. Bodi fair. Ne, ni to fair. To je razlika, moški pa ženski. Kurac je razlika. Lej, ne, če ona shendla mojo številko, če sem ji seveda po resnici povedal, in bo nes tudi njeno. Veš, za koga je tudi razlika? Ja. Zato, ker če dava jaz pa ti na Facebook napišel, da iščeva seks, se bojo 3 javle, ajde pri te 5, pri meni pa 2, če pa unale da, se bo pa 10 avžen. Se strinjam, okej. In veš, kaj me je en rekel, pa je zelo pametno rekel. Rekel, če je bila ženska pred tabo s 50, sigurno je imel kdo orenk, velik, lulek in bo skusno unga gruntala. Tako da, zame je, da bi za neko resno zvezo, 3 je maksimum od maksimuma in nima vezgo. In tudi jaz, ko sem jih mu preveč, nisem normalen in tudi ženske ne take iskati. Ja, ampak da pa to vprašam te, se pravi, ti bi imel žensko, ki si ni izdivjala in bo divjala med tem, ko bo stavo z drugimi in ti ne bo zvesta, to bi rad. Ni to zmaram, ne vem. Se pravi, tudi ta body count ti ful pomeni. Pa dobro, da si rekel ekstrem, 100. Pa ne iskreno, da mislim, tudi 20 je preveč. 20 je pa, da je stara 50 let, pa da je imela 20-50 let, to ni preveč. Ne, preveč. Ti je preveč. Jaz sem tudi, ko sem bil malo mlajši, še sem v željo, je bila samo to opcija, da bi se jaz poročil nedolžno. Ja, ne. Mislim, me imaš za tako... Pa tak nasmejan fan tule gore. Imaš za takega čudenga, ne? Ampak zakaj je pa tu imajo neke kulture... Ja, pa ki v Afriki pizda. Mislim, v muslimanskem svetu je to skoraj nujno. Pa pet muslimanski svet, pa bo tam. Esi so mi všeč. Ja. Pa pet muslimanski svet, pa boš imel devico. Znajo malo bolj spoštovati moške, pa tudi tako, da veš, zmeraj, ko grem po teh muslimanskih državah, še posebej v Omanu, so mi tiste ženske tako všeč, še tukaj zavita, malo bolj, tako mi je še bolj všeč. Da ti lahko vse, ona mora biti pa zavita. Takšna je, pa to. Ja, ti bi lahko vse, ona mora biti pa zavita. Lej, pazi, kako se je povedal. Si gledal kakšen dokumentarc o živali, ki je tamle v neki savani v Afriki bil en, ne vem kva, žival, antilopa ali karkoli,
Je bil tisti alfa samec, ki je imel 10 tistih samic in je vseh 10 naskakoval, druge pa ni zraven pustil. Tako da že živali to imajo. Ampak čakaj, ti meni hočeš povedati, da ne maraš te ženske emancipacije, enakopravnosti, da to je kurac, da moški mora biti alfa, omega, ženska mora biti pa tudi dol, ali kaj? To ti zagovarjaš. Različni smo. Mislim, meni odloženo žensko, ne bi bil žensko. Cankarjansko žensko. Ne vem, kakšna je cankarjanska ženska, ampak Boga boječo. Ja, taka mora biti, ampak to ne pomeni, da jaz ne bi spoštoval, pa da jim ne bi moral, pa da bi jo karkoli izkoriščal. Sam pokrita bi mogla biti. Ne, nisem vedel, da bi mogla biti pokrita. In ne bi bilo tako slabo te ženski, verjeten, ne. Siguren pa ne neko z trikrat obrenem števcem. To si strok. To se mi pa tudi malo gravža. Pa če si zlaže? Ja, sej se prej, kasneje izve. Se izve. Če bi iz Celja dobo, bi šel malo tele po Celju, po gostilnah, pa bi imel take isto, kaj Gartnerje spraševal. A bi šel v to taktiko, bi šel? Ja, malo bi se pozanimal, seveda bi se pozanimal. Tako Elon Musk, ko je sledil svojo greš v kakšno gostilno, pa če so vsi prijazni do tebe, pa se ti smeje, rečemo, da bi smo eno Celjanko, pridem tele v gostilno, pa me vsi, pa se mi smejo, za pijačo dajejo. Zdaj bi mi bilo malo sumljivo. Če me hotel pa prefukati, tisti je bolj cahen. Zdaj pa treniraš bokse. Zadnje vprašanje, Tomaž. Kakšne imaš te načrte s tem podcastom, kaj želiš doseči, koliko cajta boš še delal, gruntaš si parkrat pojambral, da ni ogledal, verjetno tudi denarja ni, če je, mi povej, kako je, me zanima, tako da s tem, kaj imaš, me zanima. Fora v tem, to sem že razlagal enih parih teh, ki so me podobne stvari vprašali. Pač trenutno nisem na nobeni televiziji. Vem, da si že en. In hvala lepa. Nisem pil neč, da noč misliš, kaj še najbolj dolgo, pa sej od mene ga ne moreš razen, če se po zraku prenaša. Dobro, to je res. In sem začel tole delati, ker je bilo dolg čas. In to, kar si samo gotovo prej, da neke lepe zgodbice, pozitivne, razumeš, ne grejo. Živimo v času, ko ljudje rabijo meso in kri, res dobre goste. In jaz namerno nisem šel še v znane goste, v zvezdnike, v škandale in tako naprej. Je pa do picija, pazi. Se pravi, nisem šel v te zgodbe, ker sem rekel, ne grem. To delajo drugi, jaz bom pa nekaj drugo probal. To je zdaj. Pa sem pa rekel, pizda, ugledi, zdaj jaz sem se menil z ljudmi, teta glavnih 5, 6, ali koliko jih je, ko gre, ne vem, na 20, 30 tisoč ogledov, to so teta glavni. Imaš pa cel kup ljudi, ki to delajo, že gledam, da pa tudi čez Jurija včasih do ne pride. Da Jurija 2, 3, da to ni tako mala številka, ko mi mislimo, sam mi bi imeli vsi 20, 30, 40, 50, 60. A veš, ampak hočem reči, pa ugotovim, pa naredim s Picijo, pa za Jelinčič, pa za Bošti, razumeš, jaz imam možnost dobiti vse, ker me poznajo ljudje, ker lahko prijem tudi do hudiča in pol gostov, pa tudi škandale znam delati, pa drame, se me poznaš, ampak nisem hotel, ampak zdaj pa vidim, da če ne bom šel v to zgodbo nekaj aktualnega, nekaj, da se bo mnenja, da se bo ljudje kregali, karkoli, da ne bo rezultata. Zdaj pa, če pač mi je vse en, da pač to delam, ker pač nekaj druga delati, pa bi lahko tudi naprej še furo to. Če pa hočemo vse neke uglede narediti, pa dolgoročno dobiti neke sponzorje, ker od tega se pa potem da živeti, od ugledov, od sponzorjev. To je pa druga zgodba. Samo to, kaj pomeni v moje glavi, da ima vsak tvoj intervju 20,000 plus. Takrat ti dobi sponzorje, prej pa ne. Popravi me, če se motim. Pa ni važno, ali je škandal ali ne. Škandal ima 100 jurjev. Pod 20,000 ne sme imeti tvoj intervju ugledov, pa ni važno, pa če govoriš s steno. Takrat si ti imaš doseg. Jaz sem enkrat mojemu sodelavcu rekel, ta vidimo, sem 5,000 ugledov. Tomaž, se ti predstavljaš, koliko je to 5,000? Da bi smo čest malo narobe gledam. To so stožice. Se pravi, niso to tako male številke. Koliko je to avtobusu? Rekel, tu je 100 avtobusov. To imaš prav. Tako da to ni tako malo. Kot mogoče, veš kaj, če se primerja s temi... Je pa zdaj odvisno, kakšni so te sledilci. Zdaj tudi oni ugledi, veš kaj je ful pomembno, koliko imaš unih, ki se vračajo, pa tako naprej. Se pravi, po mojem, če imaš tistih 5,000, si že
zmagovalec in si tudi zanimiv za sponzor. To je zdaj pač z eno trgovino sodelujem in so izredni rezultati. Kako so mi dali feedback, izredni. Se tudi jaz sem delal že, stvari influencerske, pa pač imaš Facebook, pa imaš Instagram, vse to se pa marsikaj lahko daš temu človeku, pa govorim zgolj o YouTubeu, da ti ta številka tu dela. Se pravi, hočeš reči, da 5 jurjev je že lepa številka za intervju, recimo. Mislim, mene je sodelavc pripričan tudi, seveda, imam pa pol tam kašem 50 jurjev, se zgodi, pa 5 jurjev se mi pa to malo malo zdi, pa komu drugemu pogledaš, kaj je več, ampak se ne smeš z drugim primerjati, tako da mene je to čisto okej, seveda, imam cilje za naprej in tudi razmišljam, kaj bom še delal, da bo zanimivega za ljudi, pa tako pa imam kar veliko idej, ampak veliko idej nimam cajta sprovesti, pa tako naprej, Zdaj malo mi je vse skupaj tudi palo, to vidim, zato ker manj potujem, pa zdaj tudi sem bil zadnji cajt samo v Bosni, imajo te Bosne ljudje malo polnke, tako da zdaj, ker jem na Azore, bojo nove zadeve, pa pol imam tudi še Čile, bom še mogoče februarja, pa tako naprej, Tako da moram tu malo več, imam še neke dobre ideje, zelo dobre po mojim, sicer dokler ne probaš, ne veš, ali bila ideja dobra, ampak bom rekel, če imam 5, pa če vseh 5 probam, ena se bo sigurno zelo dobro izkazala, 4 mogoče pa za čist brez veze, Tako da jaz tudi tako gledam na to, bi pa te, zdaj, ko si rekel, si naprej začel neke dobre intervjuje delati, pol pa mogo tam le vabiti Picija, pa Jelenčiče, pa zdaj največ tudi mene si za to povabil, te imam rad, ti nisi tak razupit, A čeprav pri Davidu Milosavljeviću moj največ ima, deleč. No, jaz mislim, da sem zdaj v top 5 prelezel tam pri njemu, ti si pa prvi, No, ampak jaz pa zbiram ljudi, za katerim se rad pogovarjam. No, se to sem jaz tudi začel. In kdo misli, da sem streljal dubu za to, se nisem svedel, da bo rekel, kar je rekel. Ampak meni so taki ljudje, všeč si so sam podoben. In jaz meni človek, ki pride k mi, začnejo pa moje poslanstvo je spremeniti svet na bolje, pomagati ljudem. Jaz tu vse rdeče lučke žmigajo, bejš od tega, se vidiš na Sara Rutar, ki mu picizno. Kako je lepa izpala pri Davidu intervjuju. Pa veš, kaj naredi. Veš, lepa, ki si me prej sprašval, kak tacga narediš. Sem pa prav razmišljal, če bi bil pa na enem mestu, pa ne bi vedel, kaj naredi. Ampak jaz nikoli ne bi take stvari naredil. Za 200 evrov, da greš do blamirati, pa lepo te prosim. Če sem potem v nekem slabem trenutku, pa še malo pijem, bil eno pretepu, ki mi je tudi nekaj naredila. Pa ne, nikakor ne zagovarjam, da sam največje budale izpolneveti sladične. Jaz bi pa rekel, napako sem naredil. Pizdate pa ne bi mogel reči, zato ker mislim, se ne bi to nikoli naredil, ker to se mi pa res zdi. Tuk podlo, tu ne moreš reči, da si mu slab dan. Ne vem, Tako da jaz imam rad te ljudi take in take kličem. Zdaj sem videl pravi ideji Jezerška, verjetno bi to ful prenesel. Ampak jaz njega ne bom kontaktiral, zato ker mene ta hrana pa tu ne zanima in jaz ne znam kaj debatirati. Čeprav kontaktiram posadca, kater mi je všeč. Da mačkam taktiziram, ne vem, taktiziram. Imam mogoče 3, ki čakam, da mi neki intervjuje dobre objavil, rečemo, imam s Cerarjem, sem ga zdaj naredil, se zdaj objavil. Je le tako malo ime, pa bom tudi zato lažje koga drugega mogoče dubu, Tako da tu imam 3, ki sem tako drugače posadka, ki mi je ok, kontaktiram. Meni je tudi pri ženskah, sem zmeraj vzel za poraz, če nisem probal. Če me odjebala, jaz sem tu, nisem jemal. Nekaj veš, pri meni je ta problem, jaz bi mogel pač v sek zapeljati zgodbo, ker potem se jaz najbolj znam. Jaz verjamem, če bi imel Gardnerjev bordel na YouTube, od vsega začetka bi zdaj imel 100 milijonov subscriberjev in bi bil zdaj milijarder. Jaz sem ga pač delal na televiziji. Ampak moraš nekaj vedeti. Jaz sem pač res rekel, pustimo seks, dajmo iti v lepe zgodbe. Ampak kaj je bila fora, ne vem, ta invalidka, Lana Tepeš.
Slepi Sebastian Kamenik in tako naprej. To je bilo tam, ne vem. No, se samo tudi enega slepa, No, ja. sem videl, tudi jambral, ne. da Nekje od 1000 do 2000, 2500, ne, dobro, Alen Kobilica je znan, ta bi verjetno naredil več, ampak pa sem pa naredil eno punco pri sebi, Tana je ime, pogovor o seksu. Samo sediva in se pogovarjamo. 9 ur 500. Čakaj, kva? In se pravi, čakaj isto, se pravi, zdaj moraš ti to zapeljati v seks. Pizdarije, to, kar ti pa znaš, ne, ostati, noreti, iti na ulico, vse mi to lahko delo. Sneko, ne grem, ne bom. Ja, pa isto, klej, ti boš to sneko, ne, to, kar hočem, to bom delo. In še vedno se tega držim, ne. Ampak, tako sem ti pa rekel, če pa ti hočeš, da bo odziv, ne, da bo rock'n'roll, da bo pokalo, boš pa ti moral tudi narediti Picija, Jelinčiča, ne vem, Tomaža Gorca, razumeš, ne, in tako naprej. Če ne bo rezultata. Razen, če imaš res tak imidž nekega lepega, poetičnega voditelja, da povabiš neko invalidko, pa narediš 150 000 ogledov, ker jih zanima, kaj boš ti zdaj vprašal. Če ima pa Gartner, bi jo mogel pa jebati, pa zabavati, le, kak je zabaval, pa bi gledali. Če je pa lep pogovor, pa, no ja, pa se je bilo lepo, se je bil lep odziv, ne? Sam ni to 30 ur, ni to 40 ur, ker ni škandala, ni pizdarije, ni mesa, ni krvi, ne? To je ta fora, ampak zdaj si lepo to lažo, ko si rekel, da tudi, ne vem, 5 ur, no se zadnje, ne? Da ima vsak tvoj intervju, ne, da ne gre pot, da tudi to v končni fazi ni slabo. Ne. Mnogi imajo strašno manj, ne, pa so se tudi trudili, pa jim ni ratalo. Ne. Mnogi enih 5-6 jih ima pa, ampak to je samo 5-6, se jih ni več. Je pa tako, ne, ustrajati moraš, Ja. Ne vem, kaj ti pričakuješ, da boš zdaj 2 meseca to delaš, vem, pa da boš že kar imun. Ja, če bi naredil pizdarije, bi bil takoj. Ti si moraš narediti prvi encin, da saj en let ustrajaš, da boš bolj videl, kaj pa kako. To se strinjam s tabo, ja. Ker lej, ljudje se te morajo navaditi in lej, danes v poplavi teh vseh informacij, ki jih je, lej, ne čakajo ljudje sem, da bo tvoj video videl, tudi ko te enkrat vidijo. To ne pomeni, da boš še tvoj drugi video gledati. Se strinjam, ja. Tu te mora kar večkrat videti in tako naprej. In probe en let delati, jaz sem si tako, ker sem zdaj redno začel to v torkih objavljati, ker prej se veš, kako sem delal, 1 teden, 2, intervjuje pa 2 meseca. Jaz tudi mešano delam, ja, moraš, da se navadijo točnega dneva in točne ure. Tako, da ve, da pričakuje, ne. In jaz sem rekel, en let bom delal, pa bom pa videl. Pa koliko imajo tvoje intervjuje, koliko imajo cifre? Ja, lej, če ni neka znana oseba, je to 6-7 tisoč. Tudi ne gre več. Ne gre, ne, če pa pol strel, pa nekaj tazga je pa 50, pa Roman Vodeb, pa... Koliko ima pa najn intervju pri tebi? Jaz kar ima, po mojem, okoli 30. Lej, zdaj mi malo na pamet rečem. Lej, kdaj je tudi malo od sreče odvisen, če smo čisto iskreno, ne. Lej, po mojem, tudi pozim, ki je ob 4 že noč, tako je veliko več, kot polet, ne. Ne vem, se pa pač... Kaj pa to je? Moja napaka tudi to, recimo, da predolgo čakam z objavo kakšnega intervjuja. Recimo, ki jih imam 3-4 na lagru, pa ti priješ recimo na vrsto že čez 20 dni, ali bi te mogel dati takoj noč naslednji dan. Ne, nima veze. Lej, zrazen pri Pici, so te drugi prehiteli, če bi bil ti prvi. Ker mi ni povedal, da bo še šel naprej. Ker on ni prej bil nikjer druge, dolg cajt. Pri meni je bil prvi, sam mi ni rekel, da bo vse posodke naenkrat. Ampak dobro, Pici ima dober rezultat. Logično. No, kaj, še nekaj sem ti hotel reči. No, drugače pa zelo težko je najbolj to monetizirati, ne. To može biti pa dober prodajalec, pa ne mislim, jaz mislim, da je podcast tudi dober nekaj za potencialno reklamirati, ne. Pa dobiti ti ugašal, to može biti pa dober prodajalec, ne. Jaz sem za en projekt, ki je bil tako dober prodajalec, da sem se to čudil. Ena stvar me kliče, da bi en banerček na strani prodal. Kukne, zakaj Kukne to prodaja? Sem rekel, ti nam nič rekel, jaz bom sigurno prenisko ceno rekel. Sem rekel, ti, daj, kakor misliš, da bo, ne. Je rekel, daj, sem mislil, en občutek, moram imati, ne. Sem rekel, če boš za 100 evrov prodal na mesec, ko to je bila spletna stran na začetku, sem rekel, to super. Sem rekel, redno je pa 50. Kako sem to mislil, za 2 ure prodajati. Pa je za 2 ure pa prodal. Ne?
Jaz to ne bi nikoli. Tisti projekt je bil ful uspešen, če vse je sloto ta projekt sam, nikamor ne pričakujem. Jaz bi bilo, vse bi super laufalo, sam nobenega oglaševalca ne bi bilo. Tako da, to je največji problem dobiti. Eni to znajo malo boljše, eni malo slabše. Imam pa občutek, tako to je moja napoved, da bo veliko podcastov ugasnilo ravno zato, ker bojo videli, da ni nobenega denarja s tem. Mislim, jaz v vsakem podcastu minus naredim. Tako da, ampak dobro, jaz imam druge vire, ker nisem od tega odvisen. Nekdo more pa živeti, pa še tu pol financirati, si pa reče, pizda zakaj bi, čeprav imaš pa ful plusu, spoznaš neke ljudi, Miro Cerar ne bi k nam prišel na kafe z menoj šel, če ga ne bi na podcast povabil, ali pa tako naprej, tako da, pa po mojem je ta glavno, da uživaš v tem. Mislim, jaz sem tudi danes, ko smo ti povabil, jaz sem prav z veseljem šel in jaz tudi nobenega ne zavrnem. Jaz tudi, če bi me nekdo poklical, da bi bil ta prvi gost, bi šel. Zato, ker rad pomagam ljudem in jaz tudi vsak podcast z menoj naredi, jaz sem tudi vse objavil, storije, če mi boš dal kolaboracijo na Instagramu, bom potrdil, pa če mi boš ti sekaj poslal, bom posod objavljal, pa link dajal, tako da ti že jaz lahko prelem, ne vem, 1000, 2000 siguren, 1000 siguren iz mojih verov, tako da se tudi potrudim, ker to moraš tudi tako gledati. Ko pa veš, mogoče bom pa jaz en prvi gost, ki bo pol čez 3 leta najbolj znan podcaster v Sloveniji. In tu sem pa tudi jaz tak, noben mu ne zameram, če me zavrne. Ker, vse ne vidi v mojem podcastu, noben problem. Ampak ful cenem pa tisti, ki pridejo. Ne, še tisti, ki so malo bolj znani. Tudi, rečemo, tebe nam nikoli pozabil, da si ti si zaslužen, da se moje oddaje na televiziji vrtijo. Ti si me na TV Arena dal, ampak zato, ker smo dal ti na TV Arena, sem jaz pol TV3 kontaktiral, pa se je pol še na TV3, pa še par drugih takih manjših kontaktiralo, pa je še tam. In tu ne bom nikoli pozabil. In tudi, če bo še reklamiral na polno, pa bom jaz znate, to ne bom pa nikoli pozabil. Sam blokiral sem pa vsem pizdul, to smo vse naredil, ampak sam na enem izmed 5 državnih omrežij. Saj ti je Jelenčič malo o tem povedal, škoda, ker ni še Pici tako o tem vprašal. Pustimo to je nevarna tema. V glavnem, dame in gospodje, še vedno aktualna knjiga Tomaža Gorca, Vse se da, če se hoče, razgaljen do golega. Lahko jo naročite pri tebi, Tomaž. Prodaja greba je dobro, tako kot je rekel, upam, da bo šla še bolj, da bo še kakšna druga knjiga v planu. Sem dobil vesele do pisanja. Daj mi povej, a boš ti tu prebral, pa ne se zdaj zlagati, tako, ko si se mi zlagal da si ženska, pa ti... Kaj, da sem kaj? Ja, ker sem ti, če ima za kavico sajt, pa si se mi zlagal. Ne, mislim, zanima me, sam ne bom ti pa obljubil, kdaj jo bom prebral. Pa kaj bereš, ali neč ne berem? Berem. Če me bo potegnala, jo bom prebral. Moram zavon še od Katarine Keček, moje goste prejšnje prebral. Ni bilo lepo, da nisi prebral. Če nisem imel. Ona bo pa tudi zdaj moje goste. Začel sem knjigo eno brati v četrtek, samo 1 uro cajt. V sredo samo 1 uro cajt, pa četrtek. Ko kriminalka se bere, vrhunska knjiga. Tisti gledalci, ki ne vejo, kaj je lušno brati, pizda, če imaš dobro knjigo, lušno brati. Sem tako že in kume čakam, da je naprej berem, pa nisem mu ne včeraj cajt, ne danes ne bom imel, ne predvčerajšnjem. Res dobra knjiga, tako da bi, če boš ti prebral, pa lahko pol še eno debato naredil, te bom pa jaz povabil, pa boš malo povedal, pa kakšno izjavo mi boš dal. Lahko, samo naprej prebrati teh tvojih 900 strani, ali koliko imaš, 900 strani? Ja, kakšni 900, 550. Kako Vojna in mir od Dostojevskega. Ja, tle nekje so z Dostojevskim. Kaj pa, če je Tolstoj to napisal? Si zihar na Dostojevski? Ne vem. Čeprav pravijo, da je pa tu treba prebrati. Če bi mu cajt, bi jaz ful več bral. Ful več bral. Tomaž Gorec, veselilo me je, da si vzel čas za ta simpatičen človek in
želim ti, na zadnje sem ti želel, da bi si eno žensko najdel, zdaj pa ti tega ne bom želel, ker vem, da ti bom zakompliciral live s tem. Želel ti bom pa, da ostaneš še naprej tako iskren fant, kot si, da nadaljuješ s tem poslanstvom svojim, ki ga počneš, da več potuješ, to malo pogrešam pri tebi, da si nehal potovati zaradi drugih stvari, ki jih delaš, ker tu si res dober, tu si res doma, tu so te ljudje izven interneta, so te vzljubili, ker internet je specifika, tam to ne gledajo isti ljudje televizije, kot gledajo internet, ampak tu so te ljudje res vzljubili. Želim ti pa, da zdaj, ko greš s temi moškim pa žensko, da pa vsem se ruknete, vsi trije skupaj, to ti pa želim. In da boš končno tudi ti to gejevstvo, ki ga tako sovražiš in preziraš, da boš občutil, da samo prvič boli in da boš rekel, pizda, mogoče je pa to moja pot, da si jaz najdem moškega in da sem cel cajt narobe razmišljal, da moram biti žensko. To je moja iskrena želja in jaz predvidevam, da do konca leta se ti to zna uresničiti. Da ga boš